Tako, mislim, jaz, ko sem to gledal, sem malo razmišljal, kako bi bilo, če bi, a je v redu, kje moram biti? Je tako, okej. Kako bi bilo, če bi mi prisluškovali Amerikancem? Zabavno. A veš, da jim ne? To je rekel Karel Javc. Sem ga vprašal enkrat, je rekel, kako pa veš, da jim ne? Ok, zdaj, da ne bi govorili toliko o tem, kar ste videli v dokumentarcu, dajmo za začetek spregovoriti o tem, česar niste videli. In tudi jaz tega nisem videl. In tudi moram reči, ko se ozrem po Sloveniji in po svetu, tega ne vidim. Ne vidim revolta. Zdaj, v dokumentarcu smo videli revolt, mi po svetu pa revolta ne vidimo. Kdo bo začel zdaj? Gospod Tonin, kako to, da ni revolta? Zdaj, izvedeli smo, Američani prisluškujejo vsem, celemu svetu. Tudi meni, vam, Angeli Merkel, to se mi zdi v redu. Moram takoj povedati, to se mi zdi v redu. Tako da tudi bi rekel to, da edini revolt, ki je bil, še največji, je bil pravzaprav v Nemčiji. Zato, ker so ugotovili, da tudi Angeli Merkel prisluškuje. Ampak kot pravim, jaz to podpiram, da ne je treba prisluškovati. Ampak kako, da ni revolta? Ker, zakaj to vas sprašujem? Zato, ker prihajate levo, desno od centra. Zdaj, tisti, ki prihajate desno od centra, veste zmeri povedati, da je najhujš to, če ti prisluškujejo. V Jugoslaviji, v socializmu, ko so Kozbeko prisluškovali, ni hujšega zločina. To hujšega ni bilo. To, da so nekomu prisluškovali. Zdaj prisluškujejo vsem nam, ni revolta, nihče, tudi politiki ste, bom rekel tako, pasivni na avtopilotu. Tako da, tle začnimo. Dober večer. Zakaj ni revolta? Neverjetno je zaradi tega, ker smo se žal vsi skupaj navadili na to, da je to sestavni del našega življenja ob vseh komunikacijskih napravah, ki jih imamo. In da so to neke zgodbe tam nekje, ki se nas ne tičejo. Dodatek temu, da prisluškujejo Angeli Merkel, obveščevalne službe zahodne, kljub temu, da smo zavezniki in da smo mi tudi z Američani zavezniki, ker smo znotraj istega zavezništva, kljub temu delajo vsi proti vsem, kar pomeni, da drugemu ves čas prisluškujejo in drugega, kolikor je le možno, tudi poslušajo. Imamo različne oblike, različne združenja, kjer se obveščevalne skupnosti med seboj informacije izmenjujejo, seveda samo tiste, ki jih one želijo, tiste najpomembnejše vedno prihranijo za sebe. Tako da vlade, svet se je naučil, da ali pa se mu zdi, da brez teh dodatnih informacij ne more živeti, ker to vsi... Bez kakšnih dodatnih informacij? Pač občutek, da koga nadzoruješ, občutek, da s kom tekmuješ. V filmu je bilo lepo razložen, da tukaj ni samo kriminal, ni samo ta zgodba, je tudi čist taka ekonomska tekma, informacije so pa denar, tako pač je. Nataša, zakaj ni revolta? Zakaj, mislim, zdaj tle, očitno zdaj kaj, smo se prilagodili, tako kot smo se prilagodili klimatskim spremembam, prisluškovanju smo prilagodili, fašizmu se lahko prilagodimo, mi se lahko vsemu prilagodimo, prilagodljivi smo. Ali kaj, je to ali je kaj drugega? Jaz se pa ne strinjam, da revolta ni, revolt poteka v ozadju, mi smo prišli v dobo druge kriptovojne. Ljudje se upiramo na tih način. Razvijalci programske opreme se upirajo nadzoru tako, da razvijajo opremo, ki se temu nadzoru upira. In to je tisto, kar se danes dogaja v ozadju. Vsaka akcija vlade ali države povzroča neko reakcijo civilne družbe na drugi strani. In reakcija civilne družbe na drugi strani je kriptovojna. Ampak glej, ti praviš, zdaj v ozadju se dogaja, zdaj tudi prisluškovanje se dogaja v ozadju. Zdaj imamo tle, v ozadju se dogaja, mislim, revolta pa ni. A me razumeš? Mislim, to je neka stvar, ki bi morala ljudi zrevoltirati, mislim. Mi smo iz Jugoslavije šli zato, ker so nam prisluškovali. In še danes se mi ukvarjamo, vsake pol leta se ukvarjamo z najnovejšo afero, komu so leta 54 prisluškovali. A me razumeš? Tle, a veš, zanimajo nas vsa prisluškovanja, razen teh, ki nas neposredno zadevajo.
V bistvu, Marcel, imaš prav, vse na nek način sem bila tudi jaz presenečena, da pravzaprav večjega revolta ni bilo. Jaz vam zdaj povedala eno stvar kot pravnica. Ne vem, koliko med vami vas ve, zakaj je padel predsednik Nixon v Združenih državah Amerike. Zato, ker so v sosednji pisarni poleg ovalne našli 2 trakova s prisluhi, ki so bili pridobljeni nezakonito. Predsednik Nixon je takrat padel. Kaj se je zgodilo predsedniku Obami, ko se je ugotovilo, da nezakonito prisluškuje milijardam telefonskih komunikacij? Nič. In jaz iskreno povem, jaz ne razumem, zakaj revolta ni. Jaz se ogromno pogovarjam z ljudmi, ki jih te stvari bolijo. Jaz sem se pogovarjala z islandsko aktivistko Birgito Jonsdottir. Pri meni doma je bila, klepetali sva, mislim, da 6 ur. In ona pravi, da še ni tiste kritične mase, ki bi lahko navzven naredila ta večji revolt. V zadnji je ogromno enih aktivistov, ki poskušajo povedati, kaj je tukaj narobe. Moja razlaga pa je, da zakaj večjega revolta ni, zato ker še vedno večina med vami sprejema argument, nimam česa skrivati. Ta argument je tako hudo nevaren. In če se postavite v pozicijo, da boste rekli, kar ne imajo o meni vse, jaz nimam česa skrivati, ste naredili najslabše sebi in družbi, kar sploh lahko naredite. Argument nimam česa skrivati predpostavlja kaj? Da tisti, ki skrivajo, skrivajo slabe stvari. Pa ni res. Zasebnost je moja, je lepa in jaz se hočem odločiti, kdaj bom komu kaj povedala, komu bom sporočala kaj preko telekomunikacijskih omrežij. In če se bo kdo drug na mene odločil, kdaj mora ena stvar biti javna ali pa da bo udrl moja zasebnost, mora imeti za to prekleto dober razlog, predvsem država. In ta argument, nimam česa skrivati, je tisti, ki se ga je treba bati. Vem, ampak ta argument, nimam česa skrivati, je drugo ime za zasebnost je mrtva, in če ne bi bila zasebnost mrtva, potem ne bi bilo toliko resničnostnih šovov, Lenart, Ker resničnostni šovi so, bi rekel, pač praktičen dokaz, da nam je vseeno, da bi rekel, se radi kažemo, radi vidimo, če ljudje vejo vse v nas, pravzaprav prosimo mi Američane, da nam prisluškujejo. A nam lahko prisluškujete, a nas lahko opazujete, to je to. Mislim, ker ti jim povedal, zakaj. Ljudje so v tem svetu, kot opazujemo, zadnjih 6 let še bolj intenzivno, so tako deklasirani, tako obrezpravljeni, so tako ponižani, tako zapuščeni, da a veš, nihče nima nobenega občutka, da kam več spadajo. In se jim zdi že velik dogodek to, da jim nekdo prisluškuje. Razumeš, imajo občutek, ja, normalno, seveda, občutek imajo, da se nekdo z njimi ukvarja, da jih nekdo, ceni, da jih ima rad nekdo. Posluša. To je to, da jih posluša, ja, to je to. Veš, končno se mi je nekaj zgodilo, prisluškujejo mi. A lahko prosti tam eno zgodbico povem? Ja, lahko. Daniel Solov, profesor prava, ki se ukvarja s pravico do zasebnosti v Washingtonu na Georgetown University, enkrat delal raziskavo pri ljudeh, ki so trdili, da nimajo česa skrivati. In na koncu raziskave je vam prišlo ene par ljudi, ki so se v resnici začeli zavedati, da res nimajo česa skrivati, da torej živijo prazno življenje. Ja. In to je... Dobro si začel s popularno kulturo. Veš, če spremljaš, ne samo, pa pustimo sem resničnostne šove, ampak tudi če spremljaš recimo najnovejše filme, ali o Jamesu Bondu, ali o Bournu, ali pa vsa ta franšiza CSI-ja, je postalo nekaj najbolj samoumevnega, veš, da ko policaji iščejo enega tajega osumljenca, da grejo tam na računalnike in jim tam vržejo ven telefonske izpise pa vse. Ne, hologrami imaš holograme že govorijo. In sporočilo dosti jasno, spet vidiš, da trčijo do tistega problema, tisto tle pa ne moramo dobiti tega telefona, tle pa ne dobimo naloga, tle pa eno Natašo, ki nam tega ne da, pa tole je tak, veš, scenaristični zaplet je zmeram vraga, zdaj pa ne moramo grdih barab ujeti. Recimo, to je sigurno tak del, ki se ta prisluh tako normalizira in se nekako ustvarja vtis, da je to nekaj, kar se uporablja samo v dobre namene. Recimo, to je ena stvar. Druga stvar pa, če grem čisto iz svoje osebne izkušnje. Pred 15 leti je bila elektronska zasebnost nekaj, o čemer se nekaj dosti pogovarjalo, oziroma se to res po en takih bolj geekovskih skupnosti je to bilo. In recimo, mi smo uporabljali med sabo šifrirane
elektronska pisma, ampak ne zaradi tega, ker bi se neposredno bali tega, da nam kdo prisluškuje, ampak se nam je zdelo to bolj vprašanje higiene. Veš, na podoben način, kot ti nisi poslal dopisnice ali pa razglednice, če si hotel nekomu nekaj povedati, ampak si vsaj napisal pa dal kuverto, pa zalepil in si vedel, da če ne bo nekdo imel naloga za to, da ti od kuverto tam ujame ven in ti odlep in pogleda in da nazaj, pa tole se ti to verjetno ne bo zgodilo. Kar pa ljudje ne vejo, je pa to, da so bila vsa elektronska pisma ali pa vsa sporočila, ki niso šifrirana, so pravzaprav dopisnice. Ja. Ampak tega pač noben ni zares vedel, če ni bil v tem. In pol je bil problem. Skratka, ljudje na dopisnice gor zdaj pišejo, dal bi se s tabo dol. Vse. Na Facebook, kakšni. Ja, vse. Mislim, v bistvu pišemo na dopisnice, no, pa dajemo na pošte, puščamo na vidnem mestu. In to lahko vidi vsak poštar. No, pa se, če noter v tem dokumentarcu se lepo vidi, tam, poveda, da milijardi ljudi lahko prisluškujejo simultano s klikom. No. Ja. Čestitam. Ja, veš, to je spet, to je prva stvar. Prvo je to, da ljudje ne vejo, da so to dopisnice. Druga stvar je pa to, da si ljudje še zmeraj predstavljajo prisluhe tako, kot v filmu Življenje drugih, Oskarjevcev, Stasijev, pa to, kjer je vse osebno, veš, ti imaš enega Stasijevca, ki ima takole slušalke, pa kamerco, pa vsake toliko cajt, da pošlje agente noter nekaj inštalirati pa to in pol se uživi v te svoje like in jih spremlja in ne vem kaj. To nimaš milijarde Stasijevcev, ki bi prisluškovali milijardi ljudi, kaj delajo doma. Imaš algoritem, imaš. Zato so te prisluhi taka malo drugačna stvar ratela. Danes je to veliko cenejš. Ti ne rabiš pošiljati nobenega agenta nikamor, da bo tam takrat, ker nobenega ni doma ali pa preoblečeno ne vem koga, šel tam števc odčitavati in ti sproti nekaj še namontiral. Zaradi tega, ker ni treba. Evo. Kaj veš, ti enostavno... Replika! Ne, sam hotel sem nekaj dodati na to temo, zakaj se ljudje praktično nič ne operajo, ali pa zelo malo operajo, ni nekega vidnega revolta v zvezi s tem. Poanta je točno v tem, da imamo danes že ogromno komunikacijskih orodij, ker ljudje sami dajo informacije še boljše kot pa tiste, ki obveščevalne službe jih zbirajo. In jaz imam občutek, da se mi vse preveč fokusiramo na same državne obveščevalne službe, imate pa celo množico privatnih obveščevalnih služb, ker so te stvari postale zelo poceni in jih izkoriščajo za svoj profil. To je ta velika sprememba, do katere je prišlo. Nekoč je imel to monopol nad država, zdaj pa je to, bi rekel, privatizira se. V nekih navednicah bi lahko celo Facebook označil za neko veliko privatno obveščevalno službo, ki zbira ogromno podatkov, jih lahko tudi za dobro ceno te podatke koristno komu drugmu, ki se z biznisom ukvarja. Zelo mediji, če ste nekaj časa nazaj spremljali določene zgodbe, so celo nekateri britanski mediji uporabljali obveščevalne prijeme za očitno boljše zgodbe. Ampak tle bi lahko rekel, jaz zdaj look who's talking. Zato vi ste, bi rekel, tako, podpornik privatizacije. Zdaj tle imamo, bi rekel, pa situacijo dosti zanimivo, kjer se, bi rekel, prisluškovanje privatizira. In to, bi rekel, to je proces, ki poteka in je velik in transformativen in niti ne vemo, kaj nas čaka. Niti ne vemo prihodnost zasebnosti na eni strani in prihodnost vseh teh podatkov, ki jih zbirajo. To pravzaprav te transformativne moči, tektonske moči tega dogodka, sled katerega smo zdaj, se nihče ne zaveda zdaj. Pa tudi tega, da kar je bilo dosti šokantno, če si malo poznal to, da Snowden pred 11. septembrom sploh ne bi bil možen. Enostavno zaradi tega, ker najverjetneje noben sodelovec enega podizvajalca, nekoga, ki sodeluje z vsemi ameriškimi tajnimi službami, ne bi imel krtko rutinsko dostopa do vseh teh podatkov, ki jih je on imel. Tle je treba gledati, sam mingrede, tako bi rekel, tak sinefilski klic. Zdaj smo tle sred festivala dokumentarnega filma, na tem festivalu vrtijo tudi en sjajen dokumentar 1971 o 8, bi rekel, učiteljih, profesorjih, socialnih delavcih, ki so leta 1971 ulomili skratka, nasprotnikov vojne v Vietnamu in tako naprej, ki so ulomili v podružnico FBI-ja v Pensilvaniji, v mestecu Medija. Dobro, hecen. Ulomili so, ker so hoteli priti do nekih teh kartotek, ne vem, kako oni minirajo, kako FBI minira protivojno gibanje. In so to res ulomili in odnesli polno vrečo papirjev, niso vedeli, kaj so odnesli, ko so to odprli, so ugotovili, da so zadelu polno.
polno vrečo so imeli dokumentov, zaradi katerih, ki so jih potem razposlali mediji, ampak samo Washington Post je to objavil, vsi ostali mediji so poslali to nazaj FBI-ju. Washington Post je pa začel in je teh dokumentov bilo zmeri več in na koncu je prišlo to, je to pomenilo preiskave kongresne in tako naprej in takrat so Američani zakonodajo popolnoma reformirali. In taka je ostala do leta 2001, do 11. septembra. Tako. Potem pa patriotska zakonodaja, tako da je zdaj Snowden, ne, je zdaj neke sorte sequel une osmerice, ne, ki je ostala pa anonimna. Nihče ni vedel, za razliko od Snowdena, ki je, bi rekel, se pokazal, ne, zdaj pač smo v dobi narcizma, kulture slave in tako naprej, pač danes se žvižgač mora pokazati, oni se niso. In za njih, kdo so, se izvedeli šele lani v trenutku, ko je šel Snowden ven. Skratka, dobesedno so upadli, ne? Ko se vse ujema. Tako da, sam to je moj dodatek, no, da bi rekel, Snowden je zdaj, bi rekel, razkrinkal to, kar se je nakopičilo po tem 11. septembru, ne? Do 11. septembra so pa oni poskrbeli, da se je porezali, do 11. septembra. Ja, o tem zelo dobro piše novinar James Reason, ki je bil pa tudi eden od razlogov, kar je tukaj je veliko prezgodbe pri tem filmu, ker marš česa tudi ne pove, recimo tega, zakaj se je Snowden sploh odločil na ta način kontaktirati in Greenwalda in Lauro Potras, ne pa to vse skupaj nest New York Times ali pa komorkoli. Enostavno zato, ker ga je razjezil in prvič servilen odnos teh vodilnih ameriških medijev do ameriške administracije. In pa New York Times mu je predvsem zato zameril, ker je novinar New York Times, James Reason, 2 leti neuspešno poskušal objaviti eno drugo razkritje enega drugega žvižgača, lihko iz NSA-ja, ki mu je dal podatke, da se to dogaja. Pač 2 let ni uspel objaviti zgodbe, zmeraj mu je New York Times zavrnil in pol je mogel iti na študijski dopust objaviti knjigo, zaradi kjer je še danes v postopku proti administraciji. In to je bil eden od razlogov, zakaj je Snowden tudi šel do alternativnih virov, do enega blogerja, pa do nedokumentaristke. Pa še ena taka trivia je tukaj bila zraven, recimo zakaj v filmu je bil sem rečen, da je kontaktiral Glena Greenwalda in potem ta komunikacija ni stekla. V resnici Greenwald ni znal, ni vedel, kaj mu tam hoče dopovedati. Kar je še en tak zanimiv problem in to je, da če hočeš danes biti Snowden in če hočeš zbrati novinarja, ki poznal dešifrirati, to je šifrirano pismo, tako naložiti par teh orodij, da bi sploh videl, kaj mu pošiljaš, jih v Sloveniji, ne vem, mislim, da je tehlih prstov preveč. No. Ja. Gospod Tonin, kako je to, da vrva se malo nazaj k tej privatizaciji varnosti, privatizaciji prisluškovanja? Mislim, jaz si predstavljam, da zato je velik interes, ne, kad kaže, ne, to je velik interes. Ne. Kapital, vemo, nima kam danes več, ne, bi rekel, tereni so zaprti, trgi so zaprti, mislim, ne morajo več, bi rekel, donosi so mali, donos se mi zdi velik. Da se prodaja, recimo, če hočeš zrušiti, recimo v Sloveniji, recimo, da ste vi vladar tle v Sloveniji, recimo, da prijete na oblast, ne, pa vas skuša, recimo, levica zrušiti, ne, lahko, recimo, kup podatke, od koga? Zbirko podatkov, ja, na prostem trgu je kupne, se je, bi rekel, zadost verjetno teh, bi rekel, privatnikov, ki znajo to početi, pa koncu tudi NSA, ne, ameriška, v filmih zmeri obstaja tudi tisto mračno krilo, ne, ki, bi rekel, neko tržno nišo, ne. Skratka, pridobi neke podatke, ne, so pošto med vami, pa Ljudmilo Novak, pa ne vem kom in tako naprej, ne, to objavi, razumete, ne, in vi padete. Skratka, da se, bi rekel, vlade rušiti s to privatizacijo prisluškovanja in varnosti. Marsikaj se da, ne. Sej recimo v Državnem zboru imamo takšno internetno omrežje, da če se ti kaj zaplete in če rabiš računalničarja, rečejo, ti kar se za računalnik used in glej, in potem vidiš, kako miška po tvojem ekranu hod gor pa dol. Se pravi, kako se to že reče, oddaljena pomoč. Skratka, v parlamentu so že danes vzpostavljena vsa orodja, da ti lahko brez večjih problemov nadzorujejo celotno tvojo komunikacijo in pošto. Ampak to tako je, tega se zavedaš, imamo tudi druge privatne maile in greš naprej. Bi pa rad izpostavil pri tej privatizaciji obveščevalnih služb 3 stvari. Jaz mislim, da jih je treba na 3 skupine razdeliti. Ene imaš
velike državne playerje, ki vložijo enormna sredstva, da razvijajo tehnologijo in si vse to lahko prvošijo, ker si prvoši NASA. In jaz mislim, da to so samo Američani, Rusi in Kitajci. To so 3 veliki playerji, ki na svetu lahko nekaj naredijo in tudi nekaj delajo. Ne podcenjujte Severne Koreje, glejte, kaj so naredili Sony. Zdaj pa pridem na drugi del, se pravi, to so veliki državni playerji, potem imate pa drugi del, so pa razne privatne obveščevalne službe, kakršne pa najema tudi Severna Koreja, kjer ti nekomu plačaš, da za tvoje potrebe nekaj shekajo in nekaj naredijo. Danes so se cene prisluškovalnih naprav in drugih obveščevalnih orodij tako pocenile, da še celo naša obubožana država lahko relativno enostavno kupuje. In zato je tukaj enkratna prilika in enkratna priložnost za razcvet teh kvazi privatnih obveščevalnih služb. Pri nas tega področja sploh še nimamo dobro urejenega, niti zakonsko, kakorkoli. Drugi v svetu je to standard in imate te službe, ki čisto odkrito zbirajo informacije. No in potem imate pa še to tretjo grupo, tretjo skupino. To pa so zdaj novodobna socialna omrežja, kjer se ti strinjaš, da jim posreduješ podatke, kjer se ti strinjaš, da te nadzorujejo in v navednicah prisluškujejo in se da tvoje podatke prodajajo za dobro ceno drugim subjektom, drugim gospodarskim družbam, ki iz tega delajo denar. Tako da stvari so precej bolj kompleksne, kot se zdijo, hkrati pa tudi enostavno. Zdaj, najverjetneje vprašanje, kakšna je pa vloga tukaj naših, domačih, slovenskih obveščevalnih služb. Kot sem že prej rekel, kako stvari tečejo pri izmenjavi informacij, smo mi tukaj zelo šibki, ker dobimo tiste informacije, ki nam jih drugi hočejo dati. Žal je v primerjavi z drugimi službami, ali pa na srečo je z drugimi službami naša tehnologija precej zastarela, praktično delamo klasične priklope na te osrednje telekomunikacijske kanale na Telekomu. Ne govorim zelo direktno. Tako da, kar se tiče naše Sove, se vam popolnoma ni potrebno nič bati, bolj se bojte drugih tujih obveščevalnih služb. Je pa ena nevarnost, ki se mi pa zdi zelo pomembna in je dolžnost naš zakonodajalcev in jaz čutim osebno odgovornost kot ene izmed članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, da na tem področju nismo nič naredili. Zdaj pa povedal, kaj nismo nič naredili. Kakorkoli vzameš, se mi zdi Sova za tehnologijo, ki jo ima relativno neučinkovita. Ampak kljub vsemu pa ima še vedno tehnologijo, da lahko posluša nas po telefonih in podobno. Mi smo v preteklem mandatu na enem izmed nadzorov ugotovili, da imamo zakonodajo, kjer Sova praktično lahko legalno prisluškuje kateremu koli slovenskemu državljanu. To smo pa že 5 let nazaj povedali. To niste čisto slučajno en let nazaj ugotovili, Matej. Mandat. Zdaj že prejšnji mandat, 2011 se je začel, zdaj bo že skoraj 4 leta. No? Ja, pa že več. Okay. Prva ustavna zahteva sodnika Testena je bila 7 let nazaj, moja je bila 6 let nazaj. In od takrat naprej, 8 let nazaj, pa moja 7 let nazaj. In politika od takrat ni naredila nič. Sorry, ker vem, da čez 10 minut šel, zato moram zdaj zlorabiti, pa da te... Kje se vidva najdeta? Nataša, se upravičujem, ker sem mlad, pa relativno nov in očitno se je v politiki za mene svet začel 2012, ker sem bil izvoljen in sem pač v tej komisiji... Bog ti daj zdravja. Z Jurskim parkom se začne. Ja. Jurski park. Ja. Ampak poanta je bila pač o tem, da smo na enem izmed nadzorov, kjer sem jaz fizično sodeloval, ugotovili naslednje, kako je pač procedura, da ti Sova čisto legalno prisluškuje. Se veste, da Sova je neposredno podrejena predsedniku vlade. In tudi direktor Sove neposredno predsedniku vlade poroča. In zdaj, če sem jaz njegov politični nasprotnik, pa me oni kljub vsemu želijo poslušati, kaj jaz počnem in kaj delam, imajo enkratno možnost, da to naredijo in to z odredbo sodišča in popolnoma legalno. Dobijo nekega tajnega sodelavca Sove, ki Sovi uradno sporoči, da Matej Tonin pa neverjetneje, obstaja zelo velika verjetnost, da trguje z orožjem ali pa s kakšnimi drugimi prepovedanimi zadevami. Se res tako zgledaš? Ja, očitno.
to informacijo Sova uporabi, da napiše predlog sodniku za izdajo sodne odločbe za prisluhe in na podlagi te obrazložitve sodniki odobrijo prisluhe. Ker smo se mi zgrozili je to, da praktično sodišče ne preverja relevantnosti tega tajnega sodelavca. Ta tajni sodelavec lahko karkoli izmisli in to je očitno ustrezna podlaga za to, da ti sodišče odobri prisluhe. In to je, mislim, da je stvar, ki jo je potrebno urediti. Šli so predlogi v to smer, da bi da bi vse naša komisija lahko preverila verodostojnost oziroma da bi sodnik lahko preveril verodostojnost tega tajnega sodelavca, da ne gre za čisto zlorabo. In to je pač stvar, ki jo moramo urediti. Okay, zaključen. Ja, ne, niste še zaključili. Jaz imam še eno vprašanje, ker vem, da boste kmalu šli. Kdaj greste? Čez 10 minut. Jaz moram paziti. Imam zelo resno vprašanje. Ne, da ne bi hotel z vami sodelovati za publiko, na njihovo hišo moram še iti 15:10. Okay. Ampak gledajte, zdaj, ugotovili smo, ne, da nimamo nič proti, če nam Američani prisluškujejo. Ne? Ampak kaj bi pa vi naredili, vi imate tudi nič proti, da vam Američani prisluškujejo. Ne? Ampak kaj pa, če bi vam se izkazali, da vam Sova prisluškuje? To bi bil škandal, po moje, brez mejnih razsežnosti, to bi imeli izredne seje, bi imeli. Zdaj, če sem iskren, ne, če bi ponavadi tako v slovenski politiki, ne, če ti prisluškujejo Američani, se rečeš, to je pa fajn, pomemben sem. Ne. Če pa ti prisluškuje Sova, je pa škandala. Ne. Ja. No, ampak lahko eno vprašanje ukradem. To me pa res zanima, kako nadzoruješ tajne službe? Ker recimo, tam smo videli gospoda Aleksandra, ki je rekel, a to delate? Ne. Pa uno, ne. Mislim, koliko vi, ne vem, a to tako gre, da vi vprašate, a to vi delate, pa dobite ne, ki pa? A rečejo, kdaj damo. A rečejo, kdaj da, ali pa ne vem, a greste vi pa v data center, kjer je ogromna, cela scena unih strežnikov in lučk, pa rečejo, lejte, tle ni nobene naprave, ki bi kam šlo. Lejte, zdaj jaz bom iskreno povedal, upam, da me ne bo zaradi tega preganjal. Pa tudi če, no. Pa tudi če, jaz upam, da boste se takrat na moji strani. To mi jaz branila, ni problem. Super. Mene so te tajne službe pa te zadeve ves čas fascinirale, zaradi tega sem na vsak način hotel priti v komisijo za nadzor varnostnih služb, ker se je vsi, morate razumeti, da se v parlamentu te komisije vsi utepajo, zaradi tega, ker je to komisija, kjer so vse... Janez Janša se ni utepal. Ti si bil zaradi drugih političnih razlogov, ampak pustimo to, ampak načeloma je ta komisija takšna, da na trojki ni prenosa vsej in če ni prenosa vsej, se marsikomu poslancu pač zdi škoda zgubljati čas na neki tam komisiji. To je pač, jaz vam resnico povem, ne? Ampak te stvari so mene fascinirale in sem si želel prideti v to komisijo in vam povem, leta 2011, ker ta komisija je 7-članska in mi smo bili najmanjša parlamentarna stranka in na noben način nisem mogel noter priti, tako da sem na kolenih hodil do vseh vode poslanskih skupin, da smo komisijo na 9-člansko povečali, da sem lahko noter. To je resnica, lahko preverite. Ne? Zdaj, kako nabiraš izkušnje? Izkušnje nabiraš tako, da jaz sem imel srečo, da so v teh komisijah sodelovala dva človeka do zdaj, ki sta same dva bila del nekdanjih obveščevalnih struktur, takrat sta bila pa poslanca. Če je bil nekdo obveščevalec z druge strani, potem natančno ve, kaj je treba pogledati oziroma kaj je bistveno. Ker smo mi prišli v nadzor na Sovi, tako kot ste rekel, tam so ene lučke utripale, tam druge, to so rekli, to je to in to. Za nas laike je bilo to isto, ali je to mašina za sladoled, ali je to prisluškovalna naprava. Ne? Ker se ne veš, to je vse ena sama tehnologija. Ampak zdaj, kje se pa delajo vendarle bistveni premiki? Bistveni premiki se pa delajo dobesedno zaradi žvižgačev, iskreno povedano. Zaposleni na Sovi, zaposleni na OVS-ju, policiji in drugi obveščevalni službi natančno vedo, kdo smo člani te parlamentarne preiskovalne komisije. Vedo tudi sami, da nimamo znanja. Ali so tukaj? Vedo tudi, da nimamo znanja
kako bi te stvari nadzorovali in zaradi tega premike naredimo edino takrat, ko oni ocenijo, da je služba presegla svoja pooblastila oziroma da se zlorablja v kakšne neprimerne namene ali da delajo kakšne čudne stvari. Takrat se podnavadi v kakšnem parku dobijo, nam dajo kakšen list in ko mi to dobimo, potem gremo v nadzor. In zdaj, pa tu, če me bojo proganjali, ravno en takšen... Povejmo si vse, danes, tle za to mizo, vse. Raven en takšen nadzor smo ta teden naredili, ki mislim, da bo kar precej problematičen in je en žvižgač nekaj razkril, pa že moramo po procedurah, ki so te zadeve primerno speljati naprej. Skratka, čakajo nas burni tedni zdaj. Ja, spet je odvisno, kako bo javnost na te stvari odreagirala. Ta zgodba z univerzo, zdaj pa s tem bi rekel, odtujevanjem javnega denarja na univerzi bo šla stran, to je bo odpihnjeno, s tem jezikom, ko pride tale afera, to je to, kaj? Mislim, ni afera, ampak ne upam se več povedati, ampak mogo bi kdo oditi. Ne, si povejte, kar lahko. To sem povedal. Ne, še 5 minut, jaz te moram še nekaj vprašati. Leta 2012 sem jaz kot informacijska pooblaščenka začela inšpekcijski nadzor na Sovi. Jaz sem tudi videla tam tiste lučke, ampak jaz sem videla še več, kot samo te lučke. Smo bili tam sigurno, mislim, da enih 3-4, ko smo v detajle pregledovali, kaj se na Sovi dogaja. In v začetku leta 2013 sem jaz poskušala priti do Državnozborske komisije za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami. Predsednik te komisije je bil takrat Dragutin Mate in jaz do tega sestanka do konca svojega mandata nisem prišla. Jaz sem hotela članom komisije v Državnem zboru povedati, kaj je narobe. Povedala sem predsednici vlade takratni, zgodilo se ni nič. Ne pričakovati, da bom jaz danes povedala, kaj tam je narobe, ker tega ne morem in ne smem narediti, zato ker inšpekcijski postopek še ni končan. Jaz sem ga v koncu mandata. Ne, ampak stvari niso tako preproste. Bom šla pa še malo nazaj v preteklost. In Matej Tonin je bil takrat tudi član te parlamentarne komisije za nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami in Matej Tonin ni naredil nič, niti ni prišel sam do mene, da mi vprašal, kaj je želim povedati komisiji. Nihče od članov te komisije ni prišel do mene. In jaz članom komisije do konca svojega mandata nisem uspela povedati, kar sem jim hotela povedati. Pa grem še mačken bolj nazaj v zgodovino, da boste videli, da tudi v Sloveniji stvari niso tako preproste in da v bistvu zelo podobno funkcionira politika, ki gre v isto poslo spat z James Bondi. Ali pa z... Jason Bourne. Ja. No, zdaj vidiš, kaj je mislil Obama, ko je rekel, da je treba slediti postopke. Tako, ja. No. Če grem še malo bolj nazaj v zgodovino, takrat, ko tebe še ni bilo, torej pred letom 2012, sem pa tudi opozorila, ko je bil en postopek tudi na Sovi takrat narejen, in sicer, ko sem preiskovala, kako je bilo s prisluhi Janša Sanader. Takrat sem jaz ugotovila, da je zakon o Sovi neustaven, da določba, ki omogoča prisluhe na mednarodnih zvezah, ni skladna s slovensko ustavo, namreč ne vem, če veste, na mednarodnih zvezah se lahko prisluškuje v Sovi za odredbo direktorja Sove in ne za odredbo sodišča. Ta določba v zakonu o Sovi je eklatantno v nasprotju s slovensko ustavo in v 8 letih od takrat, ko sem jaz začela na to opozarjati, vložila celo zahtevo za oceno ustavnosti. Ustavno sodišče je po svoji dobri, ne me narobe razumeti, bom malce groba, politični maniri zavrglo zaradi nekih procesnih napak to zahtevo in se ni hotelo spustiti v vsebino presoje in do danes zakon o Sovi ni spremenjen. Namreč slovenska ustava zahteva, da se lahko prisluškuje posameznikom v Sloveniji
pod 3 kumulativno izpolnjenimi pogoji. Če gre za sum storitve kaznivega dejanja, če gre za ogrožanje varnosti države, s tem so pokrite varnostno-obveščevalne službe, oziroma obe, tudi bomo. In tretjič, če imamo za to odredbo sodišča. Zakon o Sovi je več kot 10 let neustaven in nihče ne naredi nič. Zdaj pa, Matej, preden greš, ker imaš samo še 2 minuti, me pa zanima tvoje mnenje. Kako bomo to spravili do ustavnega sodišča? Smo že dvakrat, pa je dvakrat šlo. Najprej glede teh prisluhov. Se pravi, za prisluhe vsem slovenskim državljanom mora biti sodna odločba in mora to potrditi sodišče, medtem kot pa za vse ostale prisluhe pa direktor podpisuje. A ti bom eno stvar razložila. Zdaj se midva lahko pogovarjava po telefonu, ti sediš tukaj, jaz sedim tukaj. Na mednarodnih zvezah gre lahko komunikacija po optičnih kablih, ko sva midva tukaj v isti sobi, preko Avstrije. Padeš na mednarodne zveze, ne rabiš odredbe sodišča, rabiš odredbo direktorja Sove, prestrežejo prisluh na mednarodni zvezi in si izven zakonodajnega in ustavnega okvira Republike Slovenije. Okay, to je tisto, na kar sem jaz opozarjal. Mi smo ta problem odprli in ti povem, recimo, kakšno je pojasnilo Sove. Pojasnilo Sove je, da za vse slovenske državljane morajo biti prisluhi odobreni strani sodišča. Medtem ko za vse tuje državljane je pa dovolj podpis direktorja, da se te prisluhe izvedajo. A to ne zveni kot v Ameriki, se spomniš iz filma? Čisto isto je. In tudi Sova svojo poanto utemeljuje s tem, da prav, da imajo to vse tuje obveščevalne službe tako, da za domače rabaš odločbo, za tujce podpisuje direktor. Jaz vam sam dejansko govorim, kako je. Ampak nas je pa zanimalo, kaj pa se zgodi, ne vem, če se pa s tujcem pogovarja Slovenc. To je pomembna stvar, ne? Se pravi, da ne vem, tako kot je bilo v primeru Janeza Janše in Iva Sanaderja, ko se je Slovenc pogovarjal s Hrvatom. Se pravi, za Hrvata so imeli samo podpis direktorja, za Slovenca bi mogli imeti pa sodno odredbo. Ta problem ne bi bil rešen takole. Nisem pa jaz ekspert, da bi lahko rekel, ja, verjamem, Sova tako je. Pač so nam tam kazali vse mogoče računalnike in potrjevali, da to tako je, tudi informacijski eksperti, da je sistem zdaj avtomatično tako nastavljen, ko se v prisluhih pojavi neka slovenska številka, mora avtomatično ta pogovor vršiti ven in ga ne more snemati. To je zdaj pojasnilo. In tukaj je zdaj samo stvar verjetja, ali mi verjamemo, da se to dejansko zgodi, a ne. To je druga stvar. In na to svizet zavije čokolado. Jaz se lahko s tabo strinjam, sam, če imam jaz tam, nisem računalničar, sem politolog, ne, ampak če pa mi tam 5 računalničar... Na to računajo zmeri. Na to računajo, da nimamo pojma. Zato so se vas razveselili tam. Okay. Zato so vas razveselili. Ne, se ne mislim, zdaj, ne me narobe razumeti, ampak tudi mene bi se razveselili. Jaz to tehnologijo imam blage veze. Marcel, če dovolite... Zdaj njega tle. Jaz bi vas vzel za svojega osebnega svetovalca za obveščevalne zadeve. Bi skakali do neba. Meni bi tudi kazali tam lučke pa vse, pa Jamesa Bonda, pa ne vem kaj. Sam še to poanto sem dolžen razložiti, ki jo je Nataša odprla. In sicer v zvezi s tistim zapletom. Ja, je bil zaplet čist prestižnostne narave strani komisije brezvezen. Prišel je dopis strani informacijske pooblaščenke, da se želi sestati v zvezi z ugotovitvami tam na Sovi. In je bil problem takšen, da informacijska pooblaščenka se je želela sestati, da mi pridemo tja, predsednik naš je rekel, mi pa tja ne bomo hodili, ker v vseh zaupnih stvareh se je potrebno pogovarjati v tihi sobi, pa je potem informacijska pooblaščenka rekla, dobro, bom pa jaz prišla vam v to tiho sobo, ki jo imamo v parlamentu v bunkerju dol v podzemlju. Potem je bilo pa konc mandata. Problem je bil pa tem... Problem je bil pa še v tem, da je bil takratni naš predsednik precej zaposlen, ker je bil v večjih mednarodnih delegacijah, ne da bi Afne Guncu, ampak je bil vodja parlamentarne skupščine. Ne želim. Zaradi tega, ker če ljudem danes v Sloveniji rečeš, da nek poslanc, član neke parlamentarne skupščine, ljudje to takoj dobijo, aha, to je pa poslanski turizem. Ne, pač za naš parlament je opravljal določene naloge v
te parlamentarne skupščine NATO in je bil res ogromno odsoten in je bil problem uskladiti termine. Banalna, trapasta zadeva, neumna, ampak s tem bo računajo. Lejte, če imate opravka s temi tajnimi agenti, ne, pa ne vem kom, morate računati na to, oni... Marcela, smem samo eno stvar reči, da ne bo kdo mislil, da bežim. Jaz izjemno uživam v tej debati, ker mislim, da se dobre stvari razumemajo. Lahko prijem nazaj, samo dovolite mi, da grem na odmeve nekaj v zvezi z bankam povedati, pa lahko prijem nazaj. Pa do bankomata prejte, da v teda za pijačo. Zdaj, ko bo Matej še ven hodil, moram vendarle povedati zaključek zgodbe. Ne? Zakaj jaz nisem prišla do varne sobe v državni zbor? Zato, ker sem sama, ko mi je predsednik komisije rekel, v redu, dajmo se dobiti v varni sobi in sem bila, ne vem, očitno toliko drzna ali pa preddrzna, da sem sama poklicala v državni zbor in sem rekla, lahko prosim uskladimo termine, rezervirajte sobo in to je bil že preveč. Ne? To pa jaz ne bi smela narediti, to bi pa lahko naredil samo predsednik komisije. Tam se je zgodba Matej končala, ne z koncem mandata. Ok, hvala. Ti si prej, Nataša, govorila o tem, kako bi rekel, ne, na en stran poteka prisluškovanje, na drug stran poteka pa upor, tajni upor, kjer hekeri ne vem, kaj počnejo. Ampak, Lenart, med nama, ne, ni vsa ta varnostna tehnologija, ki nam jo zdaj prodajajo, mislim, ta varnostna tehnologija, ki nam prodaja neki varnostni oklep, kako ste rekla že, ne? Ta oklep že vsebuje zmeri tudi, je malo ugrajen že tudi prisluškovalni nastavek. A ni tako, da je to pravzaprav tisti Mebiusov trak, da tle, ne vem, tle obstaja izhod? Ne. Jaz se to nekako ne verjamem, zaradi tega, ker to se pogovarjala pred tem srečanjem. Če ste slučajno brali Žila Verna v mladosti, potovanje na Luno, ki se vse skupaj začne s tem, da imaš tam v Franciji dva kluba, eno so topničarji, ki delajo granate, eno so pa oklepniki, ki delajo oklepe in pol samo tekmujejo, kdo bo naredil debelejši oklep, pa kdo bo naredil bolj prodorno granato. Ta ista vojna se že odkar obstaja taka pa drugačna kriptografija ali pa ključavnica, kakršnakoli odvija, veš, med vsemi tistimi, ki zaklepajo, pa tistimi, ki odklepajo. Ja. In se mi zdi, da je tukaj čist brez veze, mislim, paralelno so se razvili dve industrija zaklepanja pa industrija odklepanja. Ja, in zdaj je bilo prav zabavno gledati, ker sem bil prejšnji teden temu svetovnemu kongresu mobilne telefonije, ki je bilo tako približno četrtina kongresa je bila ključavničarjev, ki so podjetjem svetovali, ki je bilo tako, telefoni so nevarni, Androida ni za uporabljati, Apple je še hujši, Windows isto veste, kakšen je, kar pomeni vse bi bilo treba najraje tako z nule razviti, pa se z ne vem čim pogovarjati, ampak pa seveda iti pod en glasen zvočnik, raj tako se osebno neki pomeni. Zamenjaš tako eno dvorano, pa en nadstropje, imaš pa samo še tisto Samsung, LG, Sony, Uni, skratka vse te največje firme pa samo no selfie phone, mislim, še lepši se selfa. Zapestnica, ki sledi vaš srčno tri, puno treto, to vse gre samo po sebi, sam poveže se gre v ene oblake in ne vem kaj. Mislim, tako, 3/4 je bilo namenjeno spodbujanju tega, da se mi, običajni uporabniki teh tehnologij, obnašamo vse bolj, recimo temu, zbiranju podatkov prijazno. 1/4 pa je prodajala rešitve podjetjem in državam, kako se obvarujejo pred tem. Bil tak hecen. Ti hodiš po teh sejmih in tako naprej, te IT tehnologije, vse te gadgetov in tako naprej. Kaj je najhujš, kar si videl? Da nas zadeva. To, da se ne premaknemo od tega, da se še zmeraj pogovarjamo o ključavnicah. Veš, ker če vzameš, ne vem, pismo, veš, papir, kuverta, mislim, to ni nobena huda tehnologija. To ti komod odpreš s čimerkoli, ne rabiš nobenega orodja. Ampak bistvo je bilo, da se to ni smel delati. Veš, pač ni se smel delati. Ti si lahko utemeljeno pričakoval, da se to ne dela. Razen, če ni ne vem kaj. Medtem, ker tukaj je pa zdaj osnova postala, da se vse sme delati. Veš, in jaz tukaj nočem ratati alter James Bond, da bom lahko poslal e-mail, ki ga ne bo kdorkoli, mislim, kjerkoli algoritma, pa ne vem, koliko algoritmov prebral
In ne vem, tukaj je rabo praktično ne vem, kakšen proračun in kakšno tehnično znanje, da to smem, mislim, da bi to teoretično lahko naredil. A veš, pač mora biti stvar na zakonodajni ravni narejena in tukaj je problem. In tisto je, kar se prej rekel, kaj je Obama dobro rekel. Domen, vržnem obraz. Vržnem obraz. Da je vstem Domen, mislim, ker si hekler mora vstati, da se ga vidno. Poglavno prva stvar je, da si zapomnite datum 30.3. ob 18. v Poligonu. Poglejte, kaj se dogaja ob 18.30. Povej, kaj se dogaja, no. Ne bom povedal. Povej. Pogledajo sami, zato, ker... Pa vsi ste skrivnosti, mislim. Ja, to je skrivnost, draga, to je ta selling point. Ta druga stvar, ta prva stvar, preden je šel tu, nisem ga hotel vprašati, a nam je on zdaj res povedal, da ljudje, ki nadzorujejo Sovo, sami priznajo, da pojma nimajo o tem in da zakaj se vraga pol sploh imamo oziroma zakaj plačujemo. Domen, misliš, da bi ti to boljš? Čakaj me. Bi ti to, imaš Imaš rešitev? temu smeji na mesto, da bi mu čelo v glavo vrhu, ker to, da ti človek, ki ga ti izvoliš in ga z fucking proračunom plačuješ, tle sedi in se smeji, da kako je po kolenih hodil po parlamentu, kar je laž, ker poslanc ne hodi po kolenih po parlamentu. Ni logike, da poslanc hodi po kolenih po parlamentu, kar je laž. Človek se je zlagal in vi ste se mu tle smejali, to je prva stvar. Ta druga stvar, da ti prizna, da pač pojma nima, da Sova bi mu lahko tam prodala coffee machine in bi rekla, tle smo pa zdaj nadzorovali ne vem kaj. In to mi razumemo kot zdaj kaj. A ja, sej, no pa smo vsi debili, no Sova lahko pa vse. Domen, oprosti, tle ti pa moram prekiniti. Ti ne ločeš med političnim nadzorom varnostno-obveščevalnih služb in strokovnim nadzorom varnostno-obveščevalnih služb. Ne, ni vseeno. Političen nadzor, ki ga izvaja parlament, pa jih najmanj, da jih bom jaz tlele branila, ni strokoven nadzor. Strokoven nadzor je delo pooblaščencev, pa politikom ni mogel tega povedati, kaj je najdel. To je point. On sprejme odločitev oziroma na podlagi česa se potem spremeni zakonodaja. Zihar je na podlagi tvojega mnenja. Na Prav bi osnovi... bilo, da bi se na osnovi izsledkov inšpekcije spremenila zakonodaja. Ja? Ne, zakonodaja se Ampak spremeni. Ne, Domen, čakaj. Zakonodaja, lej. Prej sem govoril o dokumentarcu 1971. V Ameriki se je zakonodaja spremenila zaradi 8 žvižgačev, ki so sicer ostali anonimni, ampak spremenila se je zaradi tega, ker so vsi ti dokumenti prišli v javnost in je javnost ugotovila, kaj vse se počne. In so spremenili zakonodajo. In Snowden je ta, ki bo spremenil zakonodajo. Tako se spremenila zakonodajo. Je pa šla v javnost in je javnost nekaj naredila. Kaj javnost le dela? Hod v kinotvor in se smedi Matej Toninu, ki priznava, da pojma nima in nadzoruje varnostne službe. To dela javnost pri nas. Ja, pa sej... Pravo, res smo zali, pravo Ja, pa sej tle nekje smo začeli. Domen, sej nekje tle smo začeli debato. Jaz skozi čakam ta tvoj revolt. A veš, da boš ljudi popelal, a veš, v boj proti prisluškovanju, a me razumeš? Druga stvar, ker sta se zdaj začela pogovarjati in sta prišla do tega Mobiusega traka, da kao sovnika zaklepajo, pa sovnika odklepajo. Dajmo se mi navaditi, da bomo najprej komunikacije začeli v kuverte dajati pa pošiljati po netu, ne da jih bomo tlačali na dopisance. SMS ni varna komunikacija, e-mail ni varna komunikacija, Messenger ni varna komunikacija, Facebook chat ni varna komunikacija, G-Talk ni varna komunikacija. Ne, čak, se to vse, ja. Vse te zadeve, ki mi mislimo, da smo blazni frajeri, da smo zdaj nadmudrili svoje starše, ki se kreteni ne znajo na Facebook slogirati, to niso varne komunikacije. Ja, si to... Imaš na drugi strani tehnologije, ki so varne komunikacije. Imaš PGP za e-mail, imaš text secure za SMS-e oziroma za online. Domen, to so kuverte. Vse, ampak to so kuverte, ki bi jih mogli ljudje začeti uporabljati. Jaz sem hotel samo to reči, da ne pretiravati s tem, da zdaj pošiljati zadevo v sefu na mestu kuverti, ampak da je preprosto treba doseči to, da se kuvert ne sme odpirati razen če. Pogovarjamo se, če imaš ti po liniji najmanjšega odpora. Obama je imel v svojem speechu yes we can in to delajo, because they can. Ker imajo tehnologijo in ker jim mi to pustimo oziroma ker se mi še veselo dopisujemo z dopisancami, namesto tega, da bi začeli uporabljati kuverte. In ker smejo. Vem, to so kokoške na begu, no. To je tako, ki bi zdaj, veš, Jude zaprl v lager v Auschwitz, pa jim rekel, naj se pokrijejo s kovtrom, ki jih bojo dobili batine. Ne. A veš, to je približno tako, ja. Odpraviti je treba pogoje, v katerih to počnejo.
treba je spremeniti zakonodajo. Kaj, to je to, ne pa, da se bomo zdaj skrivali. A veš, mi s tem avtomatično priznavamo krivdo. A me razumeš? Mi se gremo zdaj neko igro z njimi. Poslance, ki tle razlagajo, da so po kolenih hodili po parlamentu in da pojma nimajo o stvarih, ki jih nadzirajo, da jih ne bomo več volili v parlament. Torej, to smo zrihtali. It's done. Ne bomo jih več volili v parlament. Domen, 5000 grem jaz kaj. Ne. Druga stvar, te novele te zadeve, svoje v tem, da se useri oziroma da se uporabniki še zmeri več ukvarjamo, tako kot si Lenart rekel, še zmeri se bolj ukvarjamo s tem, da nam telefon paše v roko, pa da je ta prave barve, ker to, da gledamo na to, kakšna tehnologija je ugrajena v ta telefon, oziroma kako, da se manj ukvarjamo s tem, kako bomo zavarovali komunikacijo, ker to, kjer filter poda na sliko, ki jo pošljemo ne vem komu. In to je spet odločitev vsakega posameznika, da se pač odloči, ali imam rad... Ne, čakaj, Domen, zdaj malo počak. Domen, čakaj, malo počak zdaj, glej, ne, tle si pa zgrešil zdaj. To, da bom jaz investiral svojo vsako plačo, ki jo dobim, zato da bom zavarovan, da se bom zaščitil pred ne vem kom, lepo te prosim, obstaja država, ki ima, da regulira trg. To je naloga države. Naloga države je, da regulira trg. In obstaja trg prisluškovanja, obstaja trg varnosti, država ga more regulirati. That's it. A veš, kaj se dogaja, ko država regulira trg oziroma ko država regulira prisluškovanje? Ameriške oblasti po zakonodaji ne smejo prisluškovati ameriškim državljanom. In jim ne. Britanske oblasti ne smejo prisluškovati britanskim državljanom. In jim ne. Delajo, Američani prisluškujejo Britancem, Britanci prisluškujejo Američanom, pa si pa to zdelajo na trgu. Kako boš to reguliral? Vem sam, zakaj bi bili zdaj... Kako boš to reguliral? Kaj boš reguliral? Supranacionalno zakonodajo. Domen. Kako boš drugače reguliral svet kot s pravili in pravom? Ne moreš ga drugače. Domen, ti bi rad prodajal čez svoj know-how, ne? Ti si trgovec. Ja, ti bi nam prodal za svojo novo varnostni gadget bi nam prodal. Lej, ne mi govoriti o tem, jaz ti govorim, naloga države je, da regulira trg, da postavi pravila in that's it. Trg prisluškovanja, trg varnosti, tako naprej, to, kar smo govorili do zdaj. Pa se ti pravim, da imajo v zakonodaji, da ne smejo prisluškovati svojim državljanom in potem se da spustijo drugo državo. Vem, poslušaj, zdaj, ne, ker druga možnost je potem, da mi non-stop bežimo in potem na koncu bomo zgledali kot Mel Gibson v Conspiracy Theory. A veš, tam obsedeni s teorijami zarote, imamo čipe not v glavah, pa ne vem, pa v trebuhih, pa ne vem kaj. To se mi zdi, da malo pretirava, zaradi tega, ker gremo naprej, se pogovarjamo, to lahko delajo zaradi tega, torej tako zbirati je treba, zbirati je enostavno... Domen, kaj bi nam rad prodal, no, povej. Dej na mizo. Sem tega, še zmeri pošiljamo po dopisnicah. Ker nam je še zmeri bolj fajn to, da imamo usability nad security. Vem, ti si Domen 10krat ponovil to, kar smo mi že prej povedali. No. Zdaj, ne vem, zakaj si toliko jezen. Ne vem, odkot ta jeza. Odkot ta jeza. O nekih ekstremih, ti govoriš o Mad Maxu. Ne o Mad Maxu, ne Mad Maxu. Lenart govori o tem, da itak brez veze karkoli inkodirati, zato ker so zmeri unika odklepajo in unike zaklepajo in bojo vse. Mar ni res. Zakaj ne? Lepo te prosim, še vse so odklenili. Potem pa nemo imeti kar vse odklenen. Ne, ja. Nemo imeti kar vse, Ne. Če ima država, je vem, da ti imaš tvoj problem, če država postavi zakonodajo, pol zate ni več biznisa. Razumem, a veš? Ja, ker ni več en skripti, pa kripti, pa ne vem kaj, ne rabimo več. Obstaja zakonodaja, ne sme se tega početi. Lahko pošiljam tudi dopisnice, a razumeš? Kaj pa imamo od te zakonodaje? Ja, pa sej od... Pač imamo zakone, ne mogoče na tem področju, ampak na vseh drugih in nobene zaščite ne drži se in ti imaš v bistvu v osnovi vsa možna pravna sredstva, da se pritožiš, pa se v bistvu nikamor ne prideš. Ja, si sam nergač in si pol, ja, kot nergač. Absolutno. Tukaj moram, pač se moram do neke mere sigurno z njim streniti. V čem? Pa ne vem, v kakšnem biznisu dela niti, mislim, v nobenem biznisu. Hočem reči to, ker... Kaj zdaj mene gledaš tle? Ne glej mene. Da jaz prodajam tle njih, da sem ti kaj prodal, ti kakšna cena. Tag, it's coming with a tag. No. Ja. In to sem hotel povedati, da
Ja, imaš še kdo drug, ki je zapovedal. Ponavljaš to, kar si povedal že, kar smo mi povedali, no, a razumeš? Niste čist tega povedali. Ja, Sej Domen ima v veliki večini prav, sej noben je rekel, da nima. ja, sej, ampak ne vidim, kje se ne strinja z ostalimi. Mislim, kaj so ostali rekli tacga, da je on zdaj jezen. Gre samo na to, da poudarjate napačne zadeve oziroma, da se cela zadeva trivializira v toliko, da potem prideš ven iz te dvorane in rečeš, ja se nam vsi prisluškujejo, pa kaj moramo fakiti, to je to. To se dogaja. In da se to dogaja, da potem dejansko iz tega potem vam pride puno, ok, nimam nič za skrivati in da drugo ima jaz, to je toliko podatkov, vse kaj pa mogo s tem se to ne morajo fizično obdelati, ne vem, monitorit in se zadeve dogajajo oziroma se zadeve ne spreminjajo. In to, kar si rekel, da se dogaja tihi revolt. Revolt ni tih. Zakaj bi mogel biti? Kako veš, da je revolt tih? Revolt se dogaja, sam ker je v manjših skupinah in ker se te zadeve niso povezane med sabo in ker politika, jaz ne razumem, kaj nadzorujem in bi bilo tam coffee machine kazati, ker imamo tako politiko, a veš, kaj češ pol narediti? Pa ti govoriš o vlogi države. Evo ti vloga države, ne razume svoje vloge. In kaj bo s takimi naredil pol? A zdaj, kaj bil tle država more, kaj točno? Za začetek kakšno knjigo prebrati. Za začetek kakšno knjigo prebrati, pa malo študirati, pa ne koristiti pač tega dokumentarca za promocijo nekih teh partikularnih interesov, pa tle nekega reklame zganja. Mogoče bi to začeli. Mogoče bi začeli, da bi imeli poslance, ki bi dejansko poslušali ljudi, ki so jih izvolili, pa bi se dejansko ukvarjali s tem, da se skrbijo za ljudi, ki jih plačujejo in ki jih izvolimo. In da se ne bi blamirali s takimi izjavami, veste, jaz sem mogel prosto po kolenih, pa itak nisem razumel, kaj delam in se tam v parku dobimo in ne bom zdaj o tem govoril in drugo in tretje. Halo? Si te plačujemo za to, da boš govoril. Se da plačujemo za to, da boš tle nas branil oziroma da boš branil naše interese oziroma da boš nas zavaroval pred drugimi. Ne, da se bomo mogli mi, in tle se strinjam s tabo, bolano je, da moram jaz misliti na to, kako se bom zavaroval pred lastno državo. Zaradi tega, ker bo država to zbirala, zato ker, vse veš, vse enkrat bo pa prav prišlo, bomo imeli tle na lagerju, čist, by the way, slučajno, da pol enkrat pride, pa bomo najdel dole, se najdo nekaj. Ok, no povej, kaj si hotel povedati, no. Jaz sem malo zgubil te nit, mislim, jaz imam občutek, da smo mi to vse že povedali prej in da smo s tem začeli. Zdaj ti si verjetno jezen zato, ker nisi tle sedel, ker si največji ekspert tle za to. A veš, to je po moje zdaj ne vem, ne nehamo pogovarjati, ne vem, zdaj ti govoriš tle, ti zdaj že tle pol ure govoriš in razlagaš nekaj, kar smo mi povedali. Ne, nimam nič proti, da ti to govoriš, sam ne vem, zakaj si tako jezen. Nimam nič proti, sam ne vem zakaj. Ja, ne vem, zakaj je tako jezen. Ne vem, zakaj je tako jezen. Ker... Nisi želel revolta. Ja, evo, Ljubica, seveda sem hotel revolt. Ne vem, če smo mi tle tisti, ki bi drug proti drugmu se revoltirali, ne. Mislim, da revolt bi mogel biti nekje drugje, jaz sem govoril o nekem drugem revoltu, nekaj ga ni bilo, ne. In ga dejansko pač ga ni, ne. Ga ni, se da ga ni sam v Sloveniji, se ga ni nikjer, ne. Se ga ni nikjer. Ok. Kaj ste videla hotel dodati? Ali ste ostala brez besed? Dajmo se še malo smejati, no to je ful koristno v takih debatah. Ja, deluje, povej še kaj. Entertain me. Ja. Dajmo se smejati poslancem, ki ne razumejo, dajmo se smejati ljudem, ki ne razumejo. Vem, pa poslanca itak ni, no. Poslanca itak ni. Dajmo imeti do tega en tak popkulturni odnosa, veš, filmi pa to ful pali. Čez filme razlagati take resne stvari. Take stvari, ki se dogajajo in ki delajo dejansko ljudje biznis iz tega, dajmo mi tle iz filma pa science fiction pa kultura pa tako naprej. Dajmo prisluškovanje zreducirati na krog kulture. Evo. Toma, res sem mečko ustavno. Ti si povedal, zdaj je rešitev tvoja, da bomo kriptirali, to si povedal 10 let. Se strinjam stavil, pa pol si govoril, ampak zdaj rešitev, da bomo kriptirali. Ljudem je treba, ja, rešitev je, da bomo kriptirali vse, ker nočemo, da se na neki strani, kjer ne vem, ker sploh ne vemo, nočemo, da bi kdo
kriptirali bomo vse, za kar nočemo, da bi nekdo nekje ob neznanem kraju, v neznanem škatli začel zbirati. Zaradi tega, ker smo videli, da zakonodaja, ki govori ne zbirati podatkov, ne analizirati, ne grupirati, ne iti v neke izgradnje nekih podatkovnih baz, da to ne funkcionira. Ja, no, pa mene zanima ta point, ki si ga zdaj naglasil, ne? Ja. Ta zakonodaja ne funkcionira. Lahko kaj naredimo, da bo, ne? Ker ta varianta, da bom jaz skriptiral, ne? A veš, jaz sem recimo meškan varnostno osveščen, pa se malo tudi, pa še meni se ne da, ne? Ja. Pa ti si sam rekel, da se ti zdi bolan, da se moraš ti del vlagati svoj napor, da se boš čitil. Ja. Ampak, a veš, se mi zdi, da še sponaš, kako je to edina pot. Mene pa zanima, eventualno obstaja še kakšna druga varianta. Ako naredimo, da bo ta zakonodaja delala. Ja, mislim, lahko naredimo. Zamenjamo take ljudi, ki razlagajo, da... S tem se nas strinjam. In to je to, ne, in to je to. Ljudje zmeri mislijo, da pač volitve, da so prav to, da je ta najmanj, da je to ono, jaz sam boš pa še nekaj predložil. Ampak to je to. Na politični ravni je treba samo to spremeniti. Nič drugega. Eno stvar je treba spremeniti. Zraven je treba pa ta ameriški način, ne, vrvati sebe. In to, kar si ti rekel, se strinjam, to je cel pain in the butt, skozi na to misel. Ampak tako, ko misliš na pas, pa potem sploh ne misliš na to, oziroma se voziš okoli neprevezan, pa ti je čuden, tako bomo mogli misliti zaradi tega. Zakaj? Zaradi tega, ker so šle zadeve že toliko dele. Zaradi tega, ker smo imeli toliko cajta tonine, ki razlagajo, da ne ločijo coffee mašino od zbiralnika podatkov, da smo zdaj rekli smo. To pomeni, da smo moramo odvadati biti komod, ne? Pač odločiti se moramo, kaj nam je pomembno. Odvadati se moramo biti komod, ne? Če je to pomembno. Odločiti se moramo, kaj nam je komod oziroma kaj nam je prioriteta. In potem v skladu... Kdo pa je država? Mislim, kdo je država? Vloga država je, da zrihta stvari, ki jih mora zrihtati. In če jih ne zna zrihtati, jo pač odstavimo in naštimamo državo, ki nam bo te zadeve zrihtala. Super, super. To bomo to jutri naredili, da bomo danes že ali jutri. Danes greste lahko domov in si pogledate, napišete, ne vem, secure email in začnete malo brati. Ker dokler ne boste določenih stvari prebrali, pač ne boste znali. Stvari se ne bodo zgodile same od sebe. To pa brati pa ne. Ali še nekaj vprašam, se mogoče pokrasi na to zadevo, ki sem tudi določen stvari vpleten. Mogoče kaj problem je to, da ni nobenega iskanja odgovornosti, ko odgovorni določene zakone kršijo. Tega se še nismo dotakli, recimo čisto primerjena zgodba, ki je razkril informacijski oblaščenc, mislim, ki je bila še gospod Musar, Pepica, glede nezakonitega pridobivanja podatkov o bralcih spletnih portalov na policiji. Ko ste izvedli nadzor in ugotovili, da so policaji samo s svojimi zaprosili brez direktna sodišča dobijo podatke o IP-pisih komentarjev na spletnih portalih. Pa za to rabijo po ustavi in po zakonu rabijo direktno sodišča. Zdaj, določeni mediji so te podatke policiji tudi dali. Kar recimo mene zmotili je, da ni bilo nobenega iskanja odgovornosti potem. To se pa lahko zgodilo in pač mislim, da ste vi to ugotovili za leto 2012, če se ne motim. Ampak jaz ne vem, koliko časa že nazaj to poteka, ne sem poskušal te podatke pridobiti, ampak jih nisem dobil. In kaj je še več, ko ste vi to ugotovili in ko je potem gospod minister se potrebila, da nezakonitost dve policijski postaji še kar to delali. Ne? In ko se jih spet dobili, da še kar to delajo, sem se spravo pozanimal na policiji, kakšni so bili ukrepi proti tema dvema policajama in sta pač na sestanku komandirja. To je bila pač ta ukrep za kršenje zakonodaje, potem da bo že sem jasno, da se to ne sme delati, ker prej se pogovarjati, da nismo vedno mogli se tako aktualno. V bistvu tukaj imamo svojo vlogo igra tudi medij, tudi recimo RTV, ki je pač v prvem razliku imel tudi prvi prispevek na dnevniku, follow-up ni bilo pa nobenega. In v bistvu mogoče tudi izhaja ta jeza, pa frustracija dvomna, da v bistvu to dejansko nekdo, tudi če imamo zakonodajo, to, kar je rekel gospod Štefančič, pa se okrši, da je bi ga, da v bistvu ni nobenih kazni za tizra, ki je to naredil. Medtem, ko se recimo zdaj po mediji, pa dokumentarci skozi rola te izjave predstavnikov NSA, da tega sploh ne delajo, meni se cela Amerika reži, kako tam neumno lažejo, pa se pri nam tega sploh ne dela, sploh ne gremo na osebe, da bi rekel, ok, ta je kršil zakonodajo, da je mogo zdaj izpostaviti.
to se sploh ne išče govoriti, no, mogoče to je samo frustracija na tem področju. Ja, a veste, kolikrat sem bila jaz frustrirana v teh 10 letih, ko sem se z glavo v zid zaletavala, ko sem bila na poziciji pooblaščenke. Velikrat sem se zbudila in me je glava bolela od vsega skupaj. Ampak jaz še vedno verjamem v pravno državo. Jaz verjamem, da je treba tudi to, kar Domen govori, spremeniti. Jaz sem vam na začetku rekla, da ta tihi upor, ki v zadju poteka, je ta prav. Jaz uporabljam GPG, enega imate PGP, en je pa GPG. GPG je bil ta od Snowdena. Ne uporabljam ga vedno, ampak takrat, kadar hočem pa, ne vem, ali provocirati ne, poslušajo, da jih malo zmedem, ali pa kar res kaj taga pošljem, ker nočem, da kdo bere. In to zaveščanje mora potekati na ta način, ki ga je hotel Domen pokazati. Ampak še vedno ne bo nič pomagal, če bo Domen upil, pa 100 drugih, če mi v pravu ne bomo nečesa spremenili, oziroma da drugače rečem, ker se zgražate nad tem, da pravo nič ne spremeni, kako bomo kaznovali tiste, ki ne spoštujejo prava. Tukaj je en ogromen problem. Glede policajev, ja, niso bili deležni kakšnih hudih sankcij, ampak veste, kaj pravzaprav najhujša sankcija policiji, ko dela narobe? To, da jim zadeve na sodniji padajo. Pride Ščeferin, pride Senica, sad okuženega drevesa v kazenskem pravu, balkanski bojevnik gre. In če jih take stvari ne bodo zbudile, pol ne vem, kaj jih bo. Problem, ki ga imamo pa tudi v naši družbi, je pa ta, ja, drži, je problem. Je problem. Problem imamo pa tudi tam, da sodniki ne razumejo modernih informacijskih tehnologij. Jaz vam bom povedala še en primer z prakse. Mene kliče šefica pravne službe iz enega od mobilnih operaterjev, to je bilo 2 let nazaj, Nataša, jaz sem zgrožena, ne vem, kaj naj naredim, jaz sem dobila odredbo preiskovalne sodnice, da moram dati vse prometne podatke za 2 uri od ene bazne postaje. Tower Dump Expedition se temu reče. Mene zadane kap. Predstavljite si vi operaterja telekomunikacij, ki reče, ne bom spoštoval odredbe sodišča. Morajo. Ampak kaj sem jaz naredila? Jaz sem klicala to preiskovalno sodnico. 1,5 ure sem bila z njo na telefonu, da sem mi razložila, kaj je to Tower Dump, kaj je ona pravzaprav sploh podpisala, ampak ta sodnica je bila toliko korektna, da je tisto odredbo umaknila. Koliko je še drugih takšnih odredb in koliko je bilo operaterjev, ki niso odreagirali na ta način, kot je ta operater, jaz ne vem. In vprašanja, ki jih Domen postavlja, so v bistvu vprašanja za milijon evrov. Jaz ne znam na vsa ta vprašanja odgovoriti, ampak se mi zdi, da mora vsak od nas dati en kamenček v mozaiku, pa začeti o teh stvarih govoriti, razmišljati. En lep stavek, vedno velikrat ga povem, pišu, ka zdaj ga moram še enkrat. Moj ruski kolega, nekdani Ivan Pavlov, 100 več težav je imel od mene, verjemte mi, je enkrat rekel, da so temeljne človekove pravice kot mišice, če jih ne uporabljaš, atrofirajo. Ja, državljan Domen uporablja te mišice. Mislim, da je takih državljanov premalo. Kot sem bila informacijska pooblaščenka, vam bom povedala, kaj sem najbolj pogrešala. V Sloveniji ni ene nevladne organizacije, ki bi se ukvarjala s pravico do zasebnosti. Fantje na Sloteku v redu, še kar nekaj delajo, pa tam ropotajo, pa gledajo policijske postopke. A veste, kolikrat sem jaz pogrešala pomoč civilne družbe, pa je nisem dobila, ker civilne družbe na tem področju ni. Imate na tisoče nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pravicami žensk, varstvom okolja, nimate pa nobene, ki bi se ukvarjala s pravico do zasebnosti. Je ni. Jaz sem ustanovila Infohišo, pa nočem zdaj tle reklame delati, pa poskušam recimo tam nekaj pisati, pa se tudi z Domnom pogovarjava ogromenkrat o tem, kaj bi se še dal narediti. Ampak vam bom povedala primer iz Nemčije. Ko se je v Nemčiji ugotovilo, kaj se dogaja na področju data retention, torej na področju hrambe prometnih podatkov, ko se masovno zbirajo podatki o vseh na zalogo in ja, dajmo jih zbirati, ko bo enkrat nekaj narobe naredil, hudiča ga bomo že najdeli tamle noter, bomo vse te podatke imeli. Ko je zadeva prišla do sodišča, so nevladne organizacije sprožile tak val
protestov v podporo tem, da bi prepričali sodišče, da je to narobe. 300 000 ljudi se je zbralo čez noč v Berlinu na ulici. Nevladne organizacije so to naredile, ne nemški informacijski pooblaščenec, ki se ne sme ukvarjati s tovrstnim aktivizmom. Jaz sem bila pa sama, a veste kolikrat na robu nekega aktivizma, ko sem se počutila, nikoli nisem bila tipična državna uradnica, to ste verjetno čez teh 10 let videla, ne? Ampak na področju nevladnih organizacij, to je šala, upam, da spet ne boš zameril, kad dam šalo v resne stvari, nevladne organizacije okarakterizira s 3 oznakami. Ene so mango, ene so tango, ene so pa kwango, pa še gango obstaja. No? Tango je terorist NGO, mango je mafija NGO, gango je gangster NGO, kwango je pa kvazi NGO. Ne? In jaz sem se počutila kaj kwango. Da sem tam ena kvazi nevladna organizacija, ki sicer mora spoštovati pravna pravila, ampak hkrati sem pa vedela, da je to, da v javnosti kričim, moje največje orožje. Ampak jaz v 10 letih nisem znala in zmogla spraviti določeno skupino ljudi skup, da bi naredila eno nevladno organizacijo, ki bi se ukvarjala s temi stvarmi, ki so, verjemite mi, izjemno pomembne za svobodo in vsako demokracijo. Spomnite se gospoda iz Lava Bita. Če ti govoriš o pravni državi, pa o pravu, pa bitkah, ki jih je treba dobiti na sodišču, ne? Potem mora imeti pač tvoja stran dobre odvetnike. Ne? Tle pri nas v Sloveniji se stalno dogaja to, da ima druga stran boljše odvetnike in višji budžet. Ne? Govorila si prej o Čeferinu, govorila si o Sinici in tako naprej. Druga stran tega nima. Ne? In če druga stran hoče bitke dobiti, bo mogla imeti spretne, dobre, naoljene, ne? Ekspertne odvetnike, ne? Ki vejo, kaj počnejo. Ne, pa še nekaj, jaz mislim, tukaj je tudi važno. Vsake toliko časa pozabljamo, da te stvari vseeno rabijo en čas. A veš, zaradi tega, ker poskusi, jaz mislim, da če bi ti poskusil ustanoviti okoljevarstveno organizacijo v 60 letih, bi imel podobne težave, kot s tem danes. Ampak čas, ti zdaj spet govoriš, kao rabijo čas, to pomeni, da zdaj vsi gledamo v luft, čas mine in se zgodi. Čas pomeni to, da se moramo mi, jaz, ti, Nataša, ne vem, upam, da Marcel, vsake to, na takih dogodkih dreti in imeti take izpade, zato da bo folk to začel imeti v glavi, oziroma da bo začel potem razmišljati. Ne, sem ti tega ne moreš danes na jutri narediti. Govorim samo o tem, da glej, tudi recimo to, da je v Sloveniji ta internetna nevtralnost bila recimo obranjena, bi bilo nemogoče pred parimi leti. Veš, sploh ne bi v medije prišlo kot tema. Recimo, Snowden je tukaj ogromno naredil, Wikileaks so ogromno naredili. Ampak jaz se bojim, da večina poslancev ni vedela, kva je net neutrality, ki so zakon sprejeli doma. Seveda ni vedela. To je blazno srečo. To je bilo na podoben način, veš, nekdo jim je to poturil. Da se bodo pač zadeve spreminjale takrat, ko se bo vedno več ljudi s tem ukvarjati, oziroma ko bomo pač to pobanjali, to cajta, doktor ne bo koliko pokapiral, da je to mogoče bolj pomemben, ker, ne vem, tip parader pa bar. Ja, pa se ravno tem je problem, da ljudje so se večinoma, ne, so navlečeni na bar, na resničnostne šove. Ostali, tisti mlajši so navlečeni na Facebook. Skratka, navlečeni so na to, da je zasebnost nepomembna in relevantna. Odprl pa ne bom čist malo, no, tako za 3 cm odprl vrata medijev in tega na kakšen način poročajo o teh zadevah. A veš, in o tem, kaj sploh ljudje sploh vejo o tem. Mislim, kaj sploh vejo, kje lahko sploh dobijo informacije. Razen, evo, edina reklama danes na drugi 33. v Poligonu obšet. Bomo tam. A veš, kdaj si nazadnje v medijih prebral neko tako zadevo? V medijih imaš zmeri te zgodbe, ja, se nam prisluškujejo, uno, 3., 4., 5., nič ne morate narediti, ampak se je v bistvu toliko podatkov, da nič ne morajo obdelati, vi kar pucite naprej ta Facebook in boste že preživeli. Saj smo imeli že kakšne hujše zadeve, pa smo jih preživeli. A veš, mediji se, in potem vprašaš medije, ne, pa dajte ljudem to, dajte jim nek walkthrough, nek how to biti, ne vem, bolj zavarvan, oziroma dajte jim razložiti vsaj te osnovne trike, as in utaknete dopisnico v kuverto, če že imamo to. Ne? Pa tega ne delajo. Oziroma to piše Kučič v Sobotni prilogi, ki itak noben ne bere. Zelo malo bere. Ne, ben po moje. A misliš, da te kdo bere? Po moje, da ne. Če berejo, ne razumejo, kaj morajo oni narediti.
da ne bo tako. Ali ste prebrali od Kučiča članek v Sobotni prilogi, da ste si šli PGP oziroma GTG naložiti? Na delu vsi bi si ga lahko, pa dobro. Imajo novinarji, povej, koliko novinarjev poznaš, ki to uporabljajo? Povej, koliko novinarjev poznaš, ki uporabljajo kriptirane klice, pa kriptirane SMS-e, ki se pogovarjajo s svojimi viri. Se prej rekel, to sem povedal v prvih 5 minutah. No vem, ampak dajmo še enkrat ponoviti, zato da ne bo tako zgleda, ker ste vi glazni hekeri in zdaj samo bukli na tej strani ne znamo tega uporabljati. Viš, to se ne uporablja in potem se ne... Jaz sem dosti jasno povedal, da nisem. Da nimam pojma. Jaz sem dosti jasno povedal, da nimam namena bežati pred, bi rekel, unimi topničarji. No? Ne, sem gledal, sem hotel, preden si sploh začel govoriti. A si jaz tako mogoče samo večkrat komentarja na domne ideje. Jaz se ukvarjam z varnostnim osveščanjem različnih publik in se mi zdi groteskno govoriti o kriptiranju kakršnekoli takih zadevah, glede na to, da večini ljudi to jim reče, da jim je print ni dobro geslo. In da mora biti različno geslo za klik in za Facebook, se mi zdi, že cela črvonija so prazne različni, ker sem krog mnogo svetov. Tako da mislim, o čem zdaj tukaj govorimo. Tega se mogoče ne bar takih predozumov, o čem govorimo, ampak no, to sem hotel reči, da pač tukaj ne smemo iskati rešitev samo v tem, da pač nameščaš boljš ključavnice. Seveda je to pomemben presnet. Seveda je pomemben, da ne daš ključ pod prepražnik, ki greš od doma. To so vse, recimo, milijoni bilo takih, ki v neke varnostni strokovnjaki, laični varnosti delajo točno take primerjave. Veš, pač ime priimek za geslo je podobno, kot da zakleneš vrata in daš ključ pod prepražnik. Naredite saj en korak naprej, ne vem, dajte ključ v žep, kar pomeni, dajte en mavič geslo, ampak enostavno to meni tako zelo omejen do vseh, ker seveda je pomemben, da se ga tudi reši, ampak enostavno ključen problem, ki je tukaj ratu, je to in mislim, da tukaj je taka spet čist Marcelova tema in to je, da ta primerjava, ki je bila že večkrat izrečena v enih drugih kontekstih, da so pač podatki postajajo nafta 21. stoletja, je res. Veš, in ta kompletna, in to, kar imaš ti, tok politike, tok gospodarstva, tok ne vem česa, ki zelo išče konkurenčnost, višjo učinkovitost, višjo storilnost, višjo ne vem kaj, samo v tem, na kakšen način bo bolj inteligentno pridobivala in obdelovala uporabniške podatke, če to je skoraj nova, ne vem, ekonomska paradigma 21. stoletja, a veš, temu se ti ne moreš zgolj s ključavnicam pa s takimi stvarmi postaviti. Seveda je to pomembno, ampak veš... Pa tudi z osveščanjem ne, iskreno rečeno, varnostno osveščanje, tudi z osveščanjem ne. Treba je državo rabimo, ki bo to regulirala, ki bo povedala, kaj ja in kaj ne in ki nas bo, bi rekel, dobesedno rešila pred temi vragi. To je to, ker v nasprotnem primeru je logika čist jasna. Ta, ki bo imel kapital, in to vemo, kako je ta piramida vse bolj ožja, ta bo imel zbirke podatkov. In ta, ki bo imel zbirke podatke, ta nam bo vladal, kar pomeni, da bo z demokracijo ostal jebeno malo. To je to. Sicer ne delamo iluzij, da jih poščitimo pred državo ali pa varnostnimi službami, ne. Ampak ščitimo jih vsaj pred tem, da jih sosedov Lojza ne bo ukradel. Ne, to je. Ampak ta logika počasnih korakov, ne, ta logika mene spominja na logiko počasnih korakov pri sprejemanju teh zakonov o enakopravnosti, bi rekel, ne glede na spol v Sloveniji. Ne. Bi rekel, tle so istospolnim, ne, dobesedno, ne vem, desetletja dajali četrtinske pravice. Ne. Zdaj to desetletje lahko dobite pa še četrtino ene pravice. Ne. Natanko to. In ta logika korakov je slepa, ne peljem kamor. In tudi tle jaz ne vidim, da bi kam pelala, da bi kam zares prepelala. Ne vidim. Jaz pričakujem državo, ki bo to regulirala. Mislim, ker postaja zmeraj bolj deregulirano. Meni se zdi, no. Kje kupimo to državo? Kako si to državo predstavlja? Ja, lej. Kako rata država? Kaj je to smo država? Ti govoriš o tem, da je to zdaj kao, ne, mi imamo zdaj eno Kučevo državo, ki jo požre, ne vem, 5 litrov na 100 kilometrov, zdaj moramo kupati eno, ki jo 2 litra. Država smo mi, če mi ne bomo razumeli, kaj je sej. Zdaj se dogajajo politiki najmanjšega odpora. Ja, zato pa ti pravim jaz, da je problem, da ni revolta. Da ni revolta, dogaja se pa stvari, ki so hujše, kot so... Spomnim se leta 2010, ki je bila akta. Ker so tudi podpisovali zadevo na odboru za kmetijstvo. So podpisali sporazum, v katerem je bil patent inspection oziroma kontrola prometa na internetu. Zakaj je zadeva padla? Zato, ker smo mi, jaz, pa kolegi,
30 ljudi, Nataša, Lenart, pa še 15 ljudi, smo začeli o tem govoriti, pisati in razlagati, da mogoče pa to ne bi šlo čez, oziroma da bi mogoče pa ljudje, ki je rekli proti temu. Ja. In so ljudje to prebrali, so neki rekli proti temu in akta ni bila sprejeta. In fora v tem, da nam mora to priti v male možgane, da zadeve se premaknejo takrat, ki jih mi premaknemo. Ne takrat, ko nam prinesijo novo državo v Amazonu, ki smo jo naročili, kako fulman držati. Nič drugega se ne bo zgodilo. Noben nam ne bo, Tonin ne bo tega zrihtel, če ne šteka službe, v kateri je. Ja, nekdo mu mora povedati, ne? No, ja. A ste mu povedali? Pomagati mu je treba, ne? Sprejali smo se vsi lahko, pogledajte, kako je ljube. Vem, pa kaj pa ne bi počel, kaj ne izkočem na njega, kaj bi ti naredil? Kaj bi ti naredil, no? Kaj si ti naredil? V principu to zmeri vsi. Ja. Govoriš, da ni upora. Snowden je dal ven podatkov za eno Himalajo. Ja, pa to ti govorim. V Sloveniji je verjetno objavljenih bilo z enim Triglav. Ampak naše novinarji so spravili narediti na Hepsburna, ne? Ti so pa vsi dokumenti. To se pravi, jaz zastopam sam, da jih je ali vlada, ali obveščevalne službe, da se zadržali pokrila dejana, v kjer vam prišlo. To pa jaz ne vem. A ti veš? Da so kaj zadržali Snowdenove informacije v slovenskih medijih? Tako. Ne. Greš na Guardian, copy-paste, prevedeš, daš slovenski cajtank. Lenart je ful o tem pisal, jaz sem o tem pisala, sam... Ja. Kaj? Mislim, da ti povej, jaz ne vem, kaj s tem. Ne vem, prvi sličem. Ja, ki več veste o tem vi? Zato, ker Snowden files so res, mislim, jih je par velikih medijev jih je naredil skoraj vse, kar je bilo tako razkrito, vključno z bazami iskanja, pa tole, to ne vem, kaj je kdo skril. Dobro, oni so seveda določene stvari ven dali, zaradi tega, ker so sami pač presodili, da gre ali za imena, ali so presodili, da gre za osebne ali občutljive podatke in jih niso vključili vseh stvari v bazo, ki jih je Snowden razkril. Ampak to, da bi pa kdo prav kaj Slovenijo... Kje ste pa slišali to, da so bili v Sloveniji podatki tudi? Te podatke je tudi ameriški ambasador objavil nekaj. Ne, Wikileaks je drugo, pa diplomatske depeše. To je drugo. Wikileaks, tisti je bilo, ja. Tisto je pa drugo. Pa strano zaščite, bom popeljala v drugo tematiko in se Amnesty International prihajam, pa sem hodila izkoristiti priložnost, povem, mogoče pa še malo proaktivne, da dejansko, ja, ena je ta zaščita, drugo je pa tista osnovna predpostavka, za množični nadzor, da se tako obravnavate kriminalce, se pravi, gre za to, da nisi nedolžen, dokler ti dokažejo nasprotno, ampak si v bistvu kriv, in to pa problematično z vidika človekovih pravic, tudi z vidika posegov v zasebnost, da ne govorimo o tem, da pač ne dokazuje ravno, da je ta množični nadzor uspešen pri boju proti terorizmu, da ogroža svobodo govora in podobno. Hkrati bi mogoče omenila še eno tako drugo dimenzijo, kako vpliv ima ta množični nadzor, recimo na delovanje organizacije za človekove pravice. Recimo, Amnesty International se zdaj pred parimi dnevi ravno pridružila in veliki skupni tožbi, ICLU, jo naložila v Ameriki zaradi NCR-a in pa pridobivanja podatkov, zaradi pač organizacija, ki razkriva kršitve človekovih pravic in na podlagi teh raziskav seveda potem izvaja kampanje, ima zelo predrženo delo, če v bistvu govori z ljudmi, ki so žrtve zlorab, ki morajo biti izločiteljice od priče, pa ne morejo računati na to, da jim ne prisluškuje, in na to, da je rekel, da seveda prisluškuje tudi nevladnim organizacijam. Tako da hodila se na to pozoriti, pa hkrati imam eno tako časovno težavo tukaj, da mi pravzaprav prihodnji teden, 18. marca, začenjamo globalno eno kampanjo Unfollow Me. In za vas ocenjujem vse, da ste taka zelo topla publika, ki bi se z veseljem pridružili, kjer bo nekaj tega revolta tudi globalna peticija, žal je pa res prihodnji teden. Tako da bi vas ta formalni začetek
bi vas prijazno povabila, če vas slučajno zanima in bi se radi pridružili, gre za mednarodno raven, gre za globalno peticijo in slovensko situacijo zgolj, o kateri smo govorili, ampak tam v izhodu je v bistvu Teacher Amnesty International, se lahko date svoj elektronski naslov, pa vas bomo z veseljem povabili k temu, pa naj bi točno prihodnje malo več informacij. Hvala. Ok. Snela si mi z jezika. A ima še kdo kakšno vprašanje za... Ja, jaz bi pa čist kot najbolj bedni uporabnik računalnika štal takole, ker smo imeli debato o tem, kaj mislijo hekerji, pa kako pomembno državljanstvo. Jaz bi še pa bolj v smislu potrošnika. Jaz sem bil uporabnik Windowsa 3.1, ki je bil za en direkt sistem. Naredil sem boljši sistem, vedno boljši sistemi, vedno bolj sem bil jaz ogrožen. Najprej sem preklinil računalnik, ker ni delal, potem sem preklinil računalnik, ker zdaj ni več moj. Skratka, ali mogoče boljšega računalnika ne bi bilo več, pa noben ne bi imel službe. Ne, po bi službo imel spet. Ne, po bi službe imel. Računalniki so službe vzeli, morate vedeti. Lih obratno je. Lih obratno. No prav, nisem tega mislil reči, ampak tudi res. Gospod ima v bistvu zanimivo idejo. Jaz predlagam še eno, da se nehamo pogovarjati preko optike in telekomunikacijskih omrežij, in da začnemo uporabljati golobe. Recimo, to bi tudi rešili. Pa še tistega lahko ustrelijo. Čim elektrike zmanjka, je vsega konc. Ne, si zadosti, da elektrike zmanjka, pa je vsega konc. Vsega prisluškovanja. Sama pa gospod prav. Vse več je teh pozivov, da so računalniki postali preenostavni. Glik zato, da se pol ogromno teh stvari sploh skrije in ne veš, kaj notro sploh poteka. Zato, ker pred 20 leti si moral znati vsaj približno programirati, da si vedel, kaj se zgodi. Ker kar pozabljamo je to, da programi niso nič drugega kot nekaj, kar nekdo napiše, s čimer naroči stroju, da dela nekaj, kar mu je naročen. In v resnici tukaj pogovarjamo točno o tem, kdo piše programe in kaj ti programi delajo. In tukaj recimo je pa stvar še bolj komplicirana, kot pri tistih lučkah, ker smo se pač sprašvali, a je mogoče kaj videti. Tiste lučke so še zmeraj bolj zgovorne, kot pa to, kaj v tistih 40 milijonih vrstic današnjega operacijskega sistema, kva to dela. Tako da ja. Kaj ja, na kaj si mi odgovoril, ja, na kaj ja? Če računalnik ni toliko prijazen, te to prisili v to, da začneš razmišljati, kaj dela, pa zakaj ne dela. In je pa res tudi to, če se greš na najbolj osnovno vprašanje, smo pa tudi predomno, ker se mi zdi, da je tudi država v teh razmeroma mirnodobnih potrošniških desetletjih postala toliko abstraktna reč, ki preprosto dela, dokler nekaj ne gre narobe. Sprašvati se te najbolj take osnove, ki jih je Domen parkrat hotel načeti, veš, da gremo pa čisto od začetka. Kaj je skupnost, kdo odloča, koliko imenuješ, kje pol noter kapital pride, kdo naroča računalnikom, da delajo, kar delajo. Viš ti pa tisto, kako deluje sistem. Svet. Viš, in kaj se začneš spraševati, pol to kar skače ven, če se vsega ne veš, pa kaj je vse narobe, pa kar ne veš, zakaj je narobe. Pa kdo je to sprogramiral tako? Ja, okej. Da ni tako, da nimaš odgovora. To je vse se da zvedeti, ampak zanimati se moraš za to, oziroma pač odločiti se moraš, kaj ti je fucking pomembno. Če ti je pomembno se smejati Toninu, se pač smejiš Toninu. Če ti je pomembno, da se pač ne smejiš Toninu, ampak da jemlješ njegove izjave zelo problematične in skleneš, da boš probal nekaj narediti, v smislu, ne vem, da boš jutri pisal svojemu poslancu in ga vprašal, ima on tudi podobne ideje, kot Tonin, pa ali hočeš coffee machine od prezavalne naprave v sobi, pa take zadeve, pa bi se mogoče zadeve kaj spreminjali, zato ker bi poslanci videli, da nas te stvari zanimajo. Ker nažalost se v zmeri vse v naših življenjih vse dogaja po liniji najmanjšega odpora.
tle ni podobnih ljudi, tle ni ne vem kakšnih ljudi, kaj so samo leni ljudi, ki si krijejo rit in delajo vse po liniji najmanjšega odpora. In samo takrat, ki jih pa zato potegneš, oziroma ko vprašaš, jalo, kaj pa tole, rečejo, no, zdaj moramo pa nekaj glede tega narediti, kar nas vsi gledajo. To je to. In pač potem se je treba samo odločiti, kam jih bomo gledali, oziroma koliko časa jih bomo gledali v tisto točko, da se bo nekaj spremenil. In to ni treba zdaj gledati, ne vem, 24 ur na dan, vzemite si 10 minut na teden, pa jih gledajte nekaj. Pa sprašujte, pa težite, pa pišite maile, pa jih pač naglikujte. Bodite tečni, pa boste videli, kaj se bo zgodilo. V praksi bo verjetno tako, no, nažalost, saj kakor kaže zgodovina, je to, da prvo se mora zgoditi en tak podatkovni Černobil. Bi že en Pearl Harbor, da pol mi napademo. Ne, zdaj imamo bolj podatkovni Guantanamo, kjer se zbira vse. Černobila še ni. Ne, Černobila še ni bilo. Ja. Ja. Dost je bilo. Imamo dost, ne? A, evo. Temle vam... Zaključ, prosim, Marcel. Domen zdaj lahko... Vse zamudil. Rezimerej. Ja. Ne, rezimerej. Glede na to, da ste poznali, da ste nesposoben za svojo službo, glede na to, da določite copy mašina od intersection device na sobi, zakaj vas imamo v komisiji oziroma kaj pa tam delate? To je prva zadeva. Druga zadeva je, da smo zelo nezadovoljni z sistemom poročanja oziroma sistemom obveščanja državljanov o tem, kaj se dogaja in kaj je pomembno in kaj ni, oziroma kaj vi delate na tem področju, da smo mi zavarovani, oziroma zakaj se moramo vrpati pred vlastno državo. Pa kaj bo še tretje? Ne, sej dost, sej boš, če se spomnil dost, sej že to je po moje dost. A ste razumeli, dve vprašanji sta... Zakaj ste tam, če ne razumete, zakaj gre? In drugo, kaj boste naredili oziroma kaj delate, da se ne bi dogajalo to, kar se dogaja, da bi bili varni? Hvala lepa za to vprašanje. Zdaj pa zares. Zdaj v tej komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb je pač tako, da smo lahko samo poslanci. Jaz bi vam zelo privoščil pa želel, da bi bil enkrat izvoljen, če imate več znanja, da bi lahko v taki komisiji sodeloval, ker bi očitno lahko ogromno za državo naredil. Sistem je takšen, da smo v teh komisijah poslanci. Žal je pa med poslanci malo takih, ki bi izhajali iz nekdanjih obveščevalnih služb, da stvari zelo natančno poznajo. Tisti, ki nas te stvari zanimajo, se pa ves čas podučujemo, učimo, gledamo, vse imamo odprte oči. To je ena poanta. Žal v parlamentu trenutno smo taki ljudje in če bi imeli kakšnega večjega eksperta, verjemite mi, da bi se vsi zavzeli za to, da bi v tej komisiji sodeloval. To je odgovor na prvo vprašanje, za katerega sem prepričan, da vam ne bo všeč, ampak jaz vam ne morem lagati, ne. Če sem politolog in ne informatik, računalničar, sem se prej malo hecal, ampak ne poznaš vseh detajlov pa vseh vsebin. Druga stvar pa, zakaj mi o stvareh, ki jih počnemo, ne poročamo javnosti. Po vsaki seji komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ima predsednik komisije novinarsko konferenco, ker je po zakonu edini oni pooblaščen, da lahko uradno daje informacije. Je pa tako, če so to redne seje, novinarjev ni, ker jih te stvari očitno ne zanimajo, če so afere, je množica novinarjev. To so dejstva. Hkrati pa Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb izdaja tudi poročila, v katerih redno piše, kaj mi počnemo in s čim se ukvarjamo, so pa ločene na zaupni in pa javni del. Javni del je dostopen vsem, zaupni del je dostopen samo poslancem, hkrati pa to poročilo enkrat na leto tudi obravnava Državni zbor Republike Slovenije, kjer se opravi razprava, kako stvari tečejo in kako grejo naprej. No, zdaj veš.
Ne, še eno vprašanje nisi odgovoril. Kaj boš naredil, da se to ne bi dogajalo? Ta je meni recimo še zanimiv. No? Kaj bom naredil? Zdaj bo to malo smešen izpadalo, ampak če greste pogledati statistiko, potem boste ugotovili, da sem jaz najbolj aktiven poslanec v tej komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, da predlagam največ nenapovedanih nadzorov, ker služba ima napovedane, ker mi napovemo Sovi in tem, da bomo prišli v nadzor in se lahko predstavijo, ali pa nenapovedane. Zdaj, jaz osebno poskušam sam čim več se podučiti, čim več prebrati, malo sem frik na te stvari, tako da ogromno literature na to temo obveščevalno preberem. Druge stvari pa je, da poskušam čim boljše stike vzpostaviti z ljudmi, ki delajo v teh organizacijah, ker se zavedam, da je to edini način, da pridemo do nekih konkretnih informacij, kjer lahko spreminjamo stvari, oziroma po domače povedan, vsak mora imeti kakšnega žvižgača, da se stvari premaknejo, ker te stvari so lahko pravno, formalno vse po regalcih, ampak dejansko se pa ključne zadeve dogajajo v ozadju, v odnosih med ljudmi v teh službah in če nimaš teh informacij, potem ne moreš učinkovito ukrepati. Seveda pa to terja veliko časa, da v te odnose investiraš in da jih gojiš. Zdaj smo slišali recimo Anžeja iz komunikacij govoril o tem, da je recimo slo teh objavljal preiskave oziroma da so javno objavljene informacije, kako policija zbira na nekih forumih nekaj zadeve, pa se kao nekaj zbirati oziroma pa le še kar naprej zbirajo, pa jih tudi najbolj zbirajo, da se nič ne zgodi oziroma noben nič ne ukrene. Ne od poslancev, ne od ministrstva, ne od ne vem česa. Ne? Torej, razumem, da imamo ta temen del, ki ga ne znamo, ki ga ne vemo, ki ga ne vidimo. Jaz res nočem zdaj tle dajo potisa, da bomo zdaj tle rešili državo. Jaz bi da rešil del, ki se pač objavlja v mediji, ki se pač poroča o njemu, ki se pač rola po sceni, pa se v bistvu vse še nič ne zgodi. Ok, a vi veste, kaj je IMSI catcher? Poznate to napravo? Poznate? Ok. A sem IMSI? Ok. Jaz tudi nisem zadovoljen s tem vašim odgovorom na prvo vprašanje. Jaz ne pričakujem od vas, da ste vi hekerji. Jaz mislim, da je to čisto brez veze, da iščete po državnem zboru mojstre za to. Ste pa, recimo, vsaj imate pravne službe in zakone, ki ščitijo nas. Vi bi morali biti tisti, ki sprožate zakonodajo za to, da smo bolj varni. Ja, gospodu sem hotel odgovoriti, naprimer, IMSI catcher, da ne bom narobe rekel, ga je policija uporabljala, ni pa imela pooblastil za to, da ga uporablja. In to je eden izmed dosežkov naše komisije, da ga je nehala uporabljati. Vse se, ampak so lagali tudi o tem, da ga sploh imajo, pa da ga sploh ne kupujejo, pa so ga imeli, pa tako naprej. Ampak jaz to, koliko je kolega rekel, pač, jaz ne pričakujem zdaj tebe, od vas, da boste tam supermeni, da boste zdaj vse rešvali. Ampak da res pri takih transparentnih zadevah, oziroma pri teh zadevah, ki se dogajajo, da se pač odreagira, oziroma da se nekaj naredi. Ne da se reče pač, ja, to je za dobro, ne vem koga, ja, to tle ne moramo nič, ja, tle ne moramo nič, ne moramo nič. Te zadeve so problematične. Ker se dogajajo, da se pogovarjamo v javnosti o njih, pa se nič ne premakne. Ok, še ena stvar. Če gre... To mi je nefer, da si ti edin tle, pa da zdaj vsi pucamo tle nate, ker butali na telefon. Ampak sam tako, no, pač, a veš, da malo tle, da ti bomo, ne, da res, da če greš ti, oprosti, ker sem te začel videti. Se pravi, smo vsi ista generacija, ni problema. Ne, se stvari, se ne enost. Ok, da ko boš rabu zadeve, koliko je Nataša rekla, pač imaš tle, ne vem, 100 teh, imaš tle Natašo, imaš tle mene, imaš tle, ok, Lenarta, dobro, pozadno vesela, pač imaš tle ljudi, ker to so resne stvari, ne se smajo, to je prezvesti. Pač, ker so nam to res, imaš Anžeta, ker so nam to res pomembne in se znamo pač skupaj, ker smo se že skupaj vzeli v preteklosti in smo nekaj stvari pogurali, dajmo se usesti skupaj in kakšno zadevo narediti skupaj. Pa se mi dva ne strinjava glede veliko stvari, pač političnih, ampak če bomo začeli skupaj problematizirati, ne vem,
obveščevalne službe, preprodajo podatkov, uporabo nekih tehnologij, za katero policija govori, da je ne uporablja, pa je v bistvu vseeno uporablja, tako naprej. Jaz mislim, da znamo velike stvari doseči, oziroma da znamo vsaj to doseči, da se bo, kot je spet prej Nataša rekla, enkrat mogoče videti, da imamo civilno družbo, to se pravi, da vi, ki sedite in gledate pač te ljudi, vi ste civilna družba, če vam ni nekaj povedal, pač tega še. Da imamo to povezavo med sabo in da se zna nekaj premakniti. Jaz sem vesel, da sem vas poznal. Tako da zdaj se poznate, jaz sem vas poznal, zdaj pa ukrepajte. Rešte me. Če mi sam dovolite minutni odgovor, se bom zelo trudil, da se bom držal časovnega okvirja. Ne imejte slabe vesti, ker danes v Sloveniji biti politik je pač to, da si za vse kriv tu, če nisi kriv, tako da nič imeti slabe vesti, če vse transformirate na mene. Okay. Druga stvar, jaz sem zelo zainteresiran, da to delo pojačamo in da nam pomagate. Kdorkoli ima znanje, da nam pomaga. Je pa tako, da poslanci tako vsi podcenjujete ali pa jih podcenjujejo, reče, to so bedaki, z njimi je škoda zgublja časa in ni take pomoči. Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, kako mi reagiramo. Mi imamo redne seje komisije, na vsaki komisiji imamo tudi posebno točko, kjer obravnavamo pobude državljanov. Se pravi, na to komisijo prihajajo razne pobude, od tem, da imajo ljudje občutek, da jim prisluškujejo, da je bilo to na robu une. Mi vse te stvari pregledamo in od služb zahtevamo uradne odgovore. Torej, vsaka, kar pride, ker pa mi sami zaznamo, da se v javnosti debatira, pa govori pa tako ali tako, sami te seje skličemo in te probleme sami obravnavamo. Sam zdaj imam pa jaz en konkreten problem, ki ga vi meni pomagate rešiti. Jaz odprem nek problem na komisiji, tja pride direktor Sove z vsemi svojimi sodelavci, mi ga tam šrafamo, on nam da vsa pojasnila in kaj zdaj iščem? Jaz rečem, jaz vam ne verjamem, gremo na teren pogledat, stvari štimajo. Kaj boš potem naredil? Recimo, takšen primer je bil, še pred mano so govorili z to napravo pri policiji. Rekli so, da ga ne uporabljajo, da ga nimajo, potem so pa enkrat šli v nenapovedan nadzor in so jih prosili, če mu lahko predstavijo vse naprave, ki jih imajo za prisluškovanje, za protislušne preglede in vse drugo tehnologijo in so jim tam na mizo postavili vse naprave, ki jih imajo in ker je bil zraven eden izmed poslancev, ki je v bivših ali pa v nekdanjih teh obveščevalnih krogih delal, je točno rekel, to je pač naprava, zakaj jo uporabljate? In potem so začeli motoviliti, ja, veste, sej mi smo to kupili, uporabljamo, na koncu je pač zaključek takšen, da lahko uporabljajo samo v določenih primerih, ki pa še to, ko jim jih sodišče odobri. Takšni so zaključki pa zapleti. Da se tudi jaz včasih počutim frustriran, ker vem, da bi bilo kakšne stvari premakniti, pa jih spremeniti, pa obstanem pri tem, ko mi neka uradna oseba pojasni pisno in se po to celo podpiše, da je vse v redu. Vas jaz vprašam, točno ta problema, IMSI catcherje, če se neka uradna oseba laže, če se podpiše, pa se laže, a ima kakšne sankcije potem za to uradno osebo? Ne vem, ali ta uradna oseba zdaj v zaporu, ne vem, a se ne zanimate, kaj se zgodi? Kaj se zgodi, da so lagali, da IMSI catcherja pa se je potem našel? Kaj se zgodi s tistim človekom, ki je to lagal? Koliko so rekli, da ga ne uporabljali, pa ga ne sme uporabljali, pa se posebno uporabljali. Kaj so ti ljudje, ker če se potem tukaj nič ne naredi, imamo tem delati, da se dobijo, koliko pač njega delati, sankcije delati ne bo noben. To je dobro vprašanje. Kaj se zgodi? Zakaj se pol o takih zadevah, ko pač uradna oseba laže in drugo in tretje, zakaj se te, in res nočem, samo jaz bom rekel te dve besede, pa noben drug in ne bomo se o teh dve besede več pogovarjali, ki bom zdaj rekel, ampak vsem, zakaj se ta zadeva ne hajpa tako, kot Barbara in Rov? Sam to. Zakaj ta zadeva, da oblasti, da ljudje, ki smo jih izvolili, lažejo vam, lažejo nam, lažejo vsem, zapravljajo davkoplačevalski denar, spet ena fraza, ki jo bom samo jaz zdaj uporabljal noben drug. Davkoplačevalski denar za nekaj, kar skrivajo potem jih najdete, mislim, potem je kao, najdli smo te, zdaj si pa zaprto, in potem se nič ne zgodi.
Dejansko se nič ne zgodi, nič. Isto je, kot če ne bi najdel. Noben ne odstopi, noben ne gre v zapor, noben ne plača kazni, noben ne vrne tega davkoplačevalskega denarja. Ampak nič se ne zgodi. Nič. In zdaj še paranoja, ne? In to je samo tist, kar kao znamo, oziroma tist, kar vemo, zaradi tega, ker so uni zafrknili, ker ste imeli slučajno enega kolega tam, ki je poznal škatle in so uni zložili vse mi za vse, da se je podali, da je še kopi avtomatik, da je gor to zgodilo. Ne, razumem, ne pričakujem, da mi so, res nočem biti tle un, kao, Ampak sam tako, a veš, jaz v tem vidim huge faktor problem. Pač in to je tak ključ faktor, ker ne vem, oziroma, ko bi ga rad pomagal rešiti, oziroma se mi zdi, da tudi Anže, pa Lenart, pa Nataša, da bi pač nekaj naredili, no, skupaj, da se take zadeve ne bi dogajali, da teh zadev čim manj. Če boste sam govorili, no, ne v nič, no, mislim, dej dopte se, ne, usedte se, ne, in ne nas gnjaviti zdaj s tem. Kdo to zahteva lahko? A vi lahko kot poslanci sprožite, kot komisija za te nadzor, a lahko sprožite, ne vem, kazenski postopek, ne vem? Lejte, meni o teh stvareh narodom govoriti, ker potem vse skupaj spada kot birokratski odgovor, pa se bom kljub vsemu potrudil. Mi imamo dve naloge. Eno je, da pač ugotavljamo politično odgovornost in drugo je, da naznanimo potencialna kazniva dejanja organov pregona. Okay, to je pač naša naloga. In to mi delamo. Sam ti naznaniš kaznivo dejanje komu? Tismo, ki je to stvar dejansko počeva. Ne? Druga stvar pa... države, zakonov, pravne države in to. Jaz mislim, da je zaupanje v tej sisteme pač tako nizko, da ne vem, če je to pač prava to je nekje podrimljeno, ampak zdaj trenutno pa ne vem, če je to. Lejte, je pa velika moč, ki se pa morda premalo poslužujemo in jaz to kritiko vzamem na sebe, ne? Pa politična zgodba, ne? Da se stvar ves čas drma in se vidite, ker se v Sloveniji neka ladja dosti časa gunca, potem tudi nekdo odide. Se strinjam, da pri nekaterih temah smo bolj vestni in bolj zavzeti, bolj agresivni, pri nekaterih pa nekoliko manj. Sam še nekaj, ker moja poslovna že vprašal, pa ga bom jaz pretikl. A zdaj to pomeni, da če policija oziroma da če organi pregona kršijo zakon, da jih nimamo komu prijaviti? Ne, to ni to, ne, ampak. To je to slišati. Da pač potem, če oni to kršijo, komu jih boš pa prijaviti? Sam postavite se v mojo kožo, ne? Ko bereš zapisnike in gledaš to tragikomedijo. Ko se ugotovi, da imajo to napravo in ko jih vprašajo, a jo uporabljate? Ne, jo ne uporabljate. A ste 100% da jo ne? Ne, ne uporabljate. Zakaj ste pa potem kupili? Zaradi tega, ker smo jo mislili uporabljati. Okay. Potem ti vse razložijo, da v kakšnih okoliščinah se ta zadeva lahko uporablja, ne? Kaj boš zdaj naredil? Kaj bi bil vaš predlog meni, da tudi jaz stvari boljš razumem? Mislim, jaz ne razumem, če imate vi na zapisniku najprej, da je nimajo, to da imajo pa ne uporabljajo, pač ko oni vam pričajo kot prisego, ko pa gotovite, da dejansko jo uporabljajo, oni imate kaj ključo pričanja. Mislim, a ne morate tega nekomu, mislim, te osebe nekomu ovaditi. Seveda lahko ne. In koliko kakih oseb ste že ovadili, recimo, ki ste najdeli take stvari v zapisniku, vi osebno? Jaz osebno še nič. Vem za edini ta primer, ki se je zgodil v mandatih pred mano. Zdaj sem vam pa rekel, da smo ta teden nadzor odpravili in če bomo stvari pravilno guncali, bi mogel kdo odideti, ne? To je pa pač moj posel zdaj za ta mandat. En svet, mi se pogovarjamo o tem, da mora nekdo odideti. Ponovati je tako dobro, če nekam na javno mesto, magara na Twitter ali pa na svoj blog, popišete ime in primer te osebe. Zato da vemo tudi mi, koga, ker tam je kdo, to je moja zmeri, ko ja, nekdo bo vstopil, ja, prav, razno. Ker tudi, ker volimo pač ljudi pa stranke, ne volimo, ker tam nekdo. Ne? In se sam tako, za lažje komunikacijo. Se vem, sam... Potem tudi civilna družba lažje delo, ne? Da potem, ko pride v državni zbor, ali pa ko pride do neke predstavitve mnenja, pa tako, ko organiziramo neko
ne maram peticij, ko peticija je, če hočeš stvar zatvrt, začneš podpisovati peticijo. Sorry, da spet nešno. Ampak, da pač narediš, da pač objaviš ime, primek te osebe, rečeš, ona je odgovorna, ne ministrstvo, ne nek organ, ne neki, ena oseba je ponavadi odgovorna, maksimalno dve, in da se začnemo pač ukvarjati s temi določenimi osebami. Jaz bi eno vprašanje postavil. Recimo, da jaz kupim napravo za prisluškovanje. Koliko stane to? Prisluškovalne naprave so zdaj cene tam od 10.000 pa do 150.000 evrov. Se pravi, 10.000 evrov dam za prisluškovalno napravo. Ja. Ali me lahko policija za to zapre? Seveda vas lahko, zaradi tega, ker vi nimate nobenih zakonskih pooblastil, da te prisluhe delate, in če boste prisluškovali slovenskim državljanom, morate imeti za vse sodno odločbo, vi jo pa ne boste imeli, ker niste pač uradni organ. Ali imam kot državljan kakšno pravico upora se proti takim invazijam, razen tega, če ugotovim, da mi je to prisluškoval? Pri državi se pač pričakuje, da ima to moč. Ja. Kaj pa kakšen običajni državljan? Ne, pa zdaj vprašanje ni vprašanje tle neko drugo. Mislim, če tega ne sme nihče uporabljati, kako da se to prodaja? Ja. Mislim, to je isto vprašanje, kot bi rekel na avtocestah, mislim, najhitrejši je 135 zdaj, ne? Zakaj prodajajo avto, ki peljejo 280? Saj je tudi bil embargo za nabavo orožja v 90-ih, pri nas pa smo ga vsem kupovali. Pa naprej prodajajo. Ampak delali smo veliko predarili, na začetku smo brojni podelili, da nismo uveljavili prav, potem se mi se naprej pogovarjali. Ja. Pač te zadeve tako za nazaj, pa da je vse bilo... Ne, ampak eno stvar moram še razložiti, ne, jaz ne vem, koliko široko bo... Bere celo korespondenco od nekoga. A ne bi mogel iti skoraj v isti zapor, kakor policaj, oziroma še večjo kazen tudi? Če bi... Policaj na zadnje je izvoljen, oziroma je postavljen na to funkcijo za neko odgovornostjo in je... Če vas prav razumem, me vi sprašujete, kakšne so sankcije, če vam nekdo prisluškuje. Večjo odgovornost, da se takim vedenjem izogiba kot nekdo, kot je recimo predstavnik nadzornih organov. Se pravi, ne razumem vprašanje. A lahko še enkrat probate? Morda boste pa v tretje zadel. Ali je dejanje, ki ga izvršuje nekdo na oblasti, bolj odgovorno, če je kaznivo, kot če ga to izvaja en državljan? Nobeno kaznivo dejanje ni odgovorno. Vsako kaznivo dejanje je v zapor. Jaz mislim, da je dobro povedati, da je večji problem, da to dela poslanci oziroma neka javna osebna, kot če dela nek zaseben državljan. Ne, zakaj bi javna oseba lahko delala, državljan pa ne, no, to je to. A ja, mislite v tej komisiji za nadzor, se obračujem, počasen sem. Saj bi mogel še biti bolj kaznovan, da bi hotel reči. Okay. Ja, na vsej temu se reče kvalificirano kaznivo dejanje, ampak joj, lepo vas prosim, če bomo še kazensko pravo začeli zdaj le kaj razlagati, boste šli... Samo eno... Alo, jaz moram iti, jaz imam dosti. Gremo. Samo eno poanto razložim. Samo še ta zadnji joke. Ta zadnji joke, ne, ampak jaz se zavedam, da hodim po robu, tudi na te okrogli mizi stvari, ki sem jih povedal, so na robu, zaradi tega, ker mi smo zavezani molčečnosti, mi ne smemo govoriti o vsebinah, ki jih na teh nadzorih slišimo, te stvari lahko razkrijemo samo, če smo odvezani, če se tako komisija odloči in tako naprej. In ko ste vi rekel, zakaj jaz nekoga z imenom in priimkom ne povem, kaj smo ugotovili in koga bi želeli, da bi učil, je to z preprostega razloga, ker mi zakonodaja to onemogoča, da jaz te stvari govorim. Že to mislim, da je bilo na meji, da sem povedal, da smo nek nadzor upravili, ki je bil precej rizičen. In od tukaj naprej se bom pač zdržal legalnih postopkov, da bomo pripeljali zadeve do cilja, ker mislim, da se jih tudi pri tej poti, pri takih ugotovitvah da. A je to zadnja beseda? To je to, evo. Hvala!